tekmoval sem na muscle mani, to je v bistvu natural bodybuilding, tako da smo imeli doping kontrol recimo, ne. Se nisem imel zabavati z nekim diuretikim pa z nekim raznim, bom rekel, steroidim, ne. Največji problem mislim, da v tej fitness industriji športu je hrana. Če si dobesedno razpadaš od stresa, od vsega, nisi več alfa samec, prideš v pisarno, si poklapaš. Sem vesel recimo, da so računi plačani, pa da imam tisti čas za familijo, da sem lahko s svojim dem punčkim doma, da ne rabim delati cel dneve, ne. In tisti čas mi več pomeni kot ves denar. Neko kilometrino za sabo, stari, jaz se še hlačni zna oblečiti, ne. A veš, pa skozi sem imel ono percepcijo, ne grem jaz v tangici, no, fuck off. On me reče, veš kaj, sem se odločil, ti boš imel fitness, pri nas jaz ni prostor radil, ne. Veš, kak prostor, ki je, ne grem, veš, tisti šok, vozil sem z avtom za 100 evrov, nisem imel za burek, dobesedno. Ko sem hodil po svetu, so to se sponzorji plačevali. Šel sem v deficit, jedel sem zelo malo, da smo res tisto pokurila, tisto maščobne zaloge do konca, potem me začel pa prvolovno spolnodansko utrujenost, zdaj pa se mi zdi, da že folk drugače začel. Misliš, da face vpliva to na človeka? Stari, ja, ful. Ja. Prav, lenitis fašeš. Res. Veš kaj, zdaj se mi zdi, da ko se malo ura predstavlja, se eno uro prej zbudimo, ne? A veš, svetle, ne? Je drugače, te nekako po koncu brcne, da moraš iti ustvarjati. A pa te je matra to, ko se je spremenila? Veš kako, imaš male otroke, v bistvu te skozi matra, ne? Ne toliko čas pa sonce, ampak tisti jok. Danes pa se je lita mala porulala, pa sem mogel 2:30 po noč vse dol potegniti. Ja. A ti kaj nisi hud? Nisem, miška moja. Pančki lepo zdaj. Ja. A ti res nisi hud, ja, tako da sem zdaj hud. Miška mislim, ne. Ki se porula, pač se zgodi, ne. 5 let dvojčice. A res je? Dvojčice, 5 let stare, ja. Bravo. Ja, je kar bravo, ja. Prvo leto je katastrofa, če to življenje, sem rekel, da je mu luč ugasniti, da je to brez veze. Pol je pa, bom rekel, 2-krat več ljubezni. Ko pri enemu, pa naprej, nekako se mi zdi lažje, no. Ful se ujameta, ne? Veš kaj, igrata se recimo, ne, same se igrata, če imaš enega, se moraš skozi njemu ukvarjati, ne. Tu pa mora potegniti skupaj, manj se igrata. Je pa res, da ko naredita pa strani, je v bistvu pa 2-krat naredita, ne. Ker se že zna zmeniti, da veš, kam pa zdaj naredila, ne. In to so ideje take, da včasih odko tole, ne. Dobro, zdaj če se pomeni, pol ja, ne. Si pa ti začel, v bistvu. S čem zdaj? Z vsem življenjem, v bistvu. Šta me v bistvu zanima, ne, doskrat v bistvu začnem kar čist na začetku, ne. Se pravi, kako te je v bistvu sploh pripeljal danes do tega, da si se zgradil v tako osebo, ne? Veš kaj, zgradil tako osebo? V bistvu življenje te prav pripomore k temu, ko si sam za vse, da nekako v bistvu se zgradiš samega sebe nekako v najboljši luči, ne. Tista pot do sem je pa kar dolga, rekel, pa težka, ne. Zdaj začetek pač, moje začetki pač, ne vem, po čem sem najbolj znan je to, da pač fitness, bodybuilding, začetki, osnovna šola. To Že takrat? 79 let nisem, tada v bistvu mi smo imeli še He-Mana, pa imeli smo še, se veš, Skeletorja, ne, to so bile figure, ko so bile razvite miščaste, risanke so že bile v bistvu vse take, da v bistvu so bili vsi močni. Pa te je to že takrat ful tak zanimalo? Ja, itak, ne. A veš, tudi tisti močni fanti so imeli najlepše punce, ne. A veš, pol tista osnovna šola ne je bilo nek športnih, mislim šport od malih nog skozi, jasno, od odbojke, tenisa, juda, kickboksa, pa še kaj bi se najdel, recimo, ne. Ampak tisti fitness je pol bil, v bistvu sem tja prišel, da sem bolj močen kot ostali, sem nekako dobil tisto potrditev, nekako, da to je to, da sem se našel. Bom rekel, teh predhodnega športa sem nekako naredil dobro, plus na genetiko, teda v bistvu, ko sem prišel v fitness, sem se ful hitro razvil. Zdaj pa to je bilo v 90 letih, 2000 leta tam nekje, ne, sedma šola. Pa je bilo že veliko fitnessov takrat? Ne, takrat so 2 fitnessa v Celju, oziroma ja, 2 fitnessa, en dlje v bistvu Tofit, pa kaj je še bilo, tam Peru Ležičo, to je napred bazena, v bistvu tam za Savinjo. 2 fitnessa, ampak začel sem pa v bistvu v enem takem malem fitnessu med Blokim v Novi vasi, Baronankarju. Tam sem se začel zbirati nekako, bom rekel, mirine, genitalij, kdo je močnejši, ne. Se veš, prvo vprašanje, koliko imaš benža, ne. Druga ni bilo pomembno, ne. Pa koliko imaš roko. A veš, in to si pol tista nora leta, pri 16, ne. Skačeš po bajti z metrom, si roko miriš, pa probaš, ne vem, čim več sles narediti, pa probati pa na benžu nekaj narediti, pa tak se veš, pač. Tisti, ko so imeli največ benža, so najbolj stopali, so bili pač alfa samci. O tistih se je govorili pol okoli, stopiš, pol so bile spet punce, ko so jih iskali, ne. Tada je realno rečem, da sem fitness šel samo zaradi punc.
Pa veš, da je najbolj zanimivo, da ugotavljam takle, ko se pogovarjam, ne, da čisto vsako stvar, ko se kot mlad začneš, pač te zanimajo, ne, je, ali greš v šolo tako, ne, ko je veliko punc, ne, recimo, ne, ali greš nek poklic tako, ne, zdravstveni tehnik ali pa kaj tega DJ, recimo, tudi postane. Recimo, tudi da te zmotim, recimo, hotel sem biti frizer, ne. A res? Itak, so šolke stari. Moja mama je bila frizerka takrat in smo imeli nek plan, da v bistvu naredimo skupaj pač eno frizerstvo. Neko izobraževanje v tujini, imam nekaj strica, ko ga sicer ne poznam, da bi šel k njemu na prakso v Italijo, to so pač neke take želje, bom rekel, skrite. Pa sem imel pa neke probleme v hitrem razvoju, ne vem, mogoče celo zaradi fitnessa, ful sem se hitro razvijal, recimo moje bronhi se pa niso tako hitro razvijali, to je bilo v bistvu razlaga in sem imel astmatične napade. Dobil sem vse tiste pumpice, ne vem, stvari, ki so me v bistvu, bom rekel, bremzale, štopale. Ko so se pa pol v bistvu naprej v razvoju, bom rekel, nekako merile pa zgile. No. Pri kolikih letih si je pa to začel? To je bilo nekje pri 16 letih, glih tisti prehod še prej, v bistvu pri 14, 15. Glih tisti prehod v srednje šole, osnovna šola, srednja šola, pa imel sem pol 2-3 leta problema s tem pumpicim. Pa te je to recimo tako malo ustavljalo tudi, recimo tako, da si se mogel še bolj potruditi ali si mogel dati na pauzo? Kako je to zgledalo? Enostavno zraka nimaš, stari, grozen, boriš se za življenje, dobesedno. Največkrat to po noč, recimo, ko se umiriš, a veš, in pol malo panike zraven, ni dober feeling, no. Je pa tako, da v bistvu pol sem bil fejst omejen za sem, no, ni pač poklic, frizerstvo odpadlo, pa sem šel pol recimo naprej za štromarja, ker je fater imel nek štromarjsko doma, pa sem pol pri njemu delal naprej, ne. Čeprav se to tam pa nisem nekako najbolj videl, no. Ampak fitness je pa v bistvu že takrat bil dosti intenziven? Fitness pa bom rekel, že začetek fitnessa je bilo, ko sem treniral judo. Oboževal sem treninge judo, pri Fabijanu recimo, to smo imeli ful hude treninge v hosti. Tekali po gozdu z cigli motorbi, skleci, plezanje po vrvi, recimo, ne vem. Nikoli ne bom pozabil, šel sem k Fabijanu s 60-62 kg in bil sem ful suk žgolja, dobesedno. V roku enega leta pol sem dobil 20 kg, recimo. Ampak to je bilo six-packi, mišica, masa, dobesedno, res lepo oblikovano telo, plus doma, da sem delal sklece, pa ne vem, se vlekel na balkon, pa neke počepe delal na nogi, ne vem, kva se sem stvaril. Pa sem pa eno poškodbo staknil pri judo, čist brez veze, na eno tekmo smo se pripravljali, pa sem si malo zvil nogo, recimo, ne, sem dobil tisto golengleto in enostavno nisem mogel iti, ne. Ja, Fabijan, pa sem šel v fitness, rekel pač, ker drugi frendi shodijo po fitness, ne, malo starejši, pa pet zran. Pridemo v fitness, prvič, nisem ne ve, kaj je bench, kaj se dogaja, so ležen na bench, 92 kg benča, ne. Veš, oni si začudeni, kaj je s tabo, odkod je to, ne, prav en fant je bil starejši, nikoli ne pozabil, ne vem, 20-22 let. Prav šamar faso zastopiš, kaj ti tam prviš vsem, tu se ti španaš. Prav ono posral sem se zastopiš, šamar dobo starejšega, eno glavo večga fanta, ko že hodi v fitness, ne vem, preklopljen, ne vem, če sem zastopiš. V mojih catih je bilo tako, v bistvu smo spoštovali starejše, no. Nisi kar, a veš, nekomu začel sikati nazaj, ne, tako ko zdaj opažam, recimo, ne. Si pač se potuhnil, pa si pač dobo jih, ne, a veš. Tako da ja, v bistvu sem dost prišel spreman v fitness, no. Močen. Tako da pol sem tam ostal, po 2 mesecih, recimo, tiste longete, sem ful napredoval fitness, recimo, kar 100 kg benča, ne vem, moč, volumen, noro se je začel dogajati, ne. Pa sem prišel pa po 3 mesecih nazaj na judo, pa v bistvu v teh 3 mesecih so vsi oni moji, ko sem z njimi hodil na trening, toliko napredovali, jaz pa v bistvu nazadval, da so me razmontirali še oni. Pa je bila v bistvu tako velika razlika v tehniki, pa vse skupaj, da se je taka velika razlika naredila v 3 mesecih. Mislim, to mi je ful zanimivo, ne? A veš, kaj je bilo zanimivo? To pa sem na moči, recimo, zgubil sem pa na vzdržljivosti, ne. Tako da recimo en sparing, ko smo se perjeli, recimo, ne, sem ga zdržal, recimo, drugega že niso še roke več, ne veš. Enostavno, moč pa vzdržljivost gre skupaj, jasno, če to treniraš, ampak se veš, v teh norih letih niti ne veš, kaj delaš, ne. Veš, ne, prvi sparing je šel še, recimo, nekako s tem, da oni so že tehniko, recimo, ful napredovali, ne. Pa so pa oni, recimo, ko smo se norce z njih delali, so me na koncu metalne, a veš, ker sem se dobesedno držal za kimono, da pada nisem, ne, ker sem bil utrujen, da nisi mogel več, ne. Ful razlika, ne, pa sem pa v bistvu kar ti spustil vse skupaj, ne. Pa te je v bistvu judo ful zanimal, tak, mislim, tak te je ful vrekli noter. Me je zanimal, ampak nisem blestel v judo, da bi se rekel, da bi neko prihodnost imel, ne. Nekako je bilo drugi fanti, recimo, ko smo skupaj začeli, so bili boljši, ne, čisto tak. A veš, v fitnessu recimo sem pa ful, ti sprav, prišel, ja, kralj je prišel, zastopiš. In si rekel, gremo se fitness, ne, kako se tam neče, če me si mečel, ne. Še ena zanimivost, recimo sploh pred judom sem recimo tenis treniral 5 let.
Prav tenis pod bojko, recimo, ne. Ampak tudi nekako pol, ne vem, pa plesne so bile, točno, akrobatski rock'n'roll, nikoli ne pozabil. Marsikaj sem delal, no, v bistvu, ampak pa se pravi, fitness je tisto, no, skupek vsega skupaj, da sem se tam nekje najdel, recimo, ne vem, dobo ful pozornosti, recimo, ne, več kot druge. Se pravi, tudi neka stvar dobro gre, ne? Ja, v bistvu pol dobiš ta feedback nazaj, ne, in te še bolj vleče noter v to, ne, in je še to lažje pol, ne, iti točno naprej, to, ne. veš. Se veš, ko si star, te mlade leta nora, ne, veš, iščeš pozornost, ne. A veš, in pa se govoril, on ima pa Radić, ima pa tu Benjo, Radić pa to, veš, kaj mislim, kakva prsa ima, veš, kaj mislim, da je to bilo noro, ne. Pa sem v bistvu tam ostal, ne vem, treniral, najdel si službo, pa tudi v fitnessu prvem. Vse te licence v bistvu, kar jih je potrebno za trenerja, za pač prvo vaditelj, pa si inštruktor, pa si trener. To sem v bistvu vse delal s časom, z leti, pa skozi treniral, recimo, no. Pa se začel ta obdobje, ne vem, MySpace-a, Facebook se je pojavil, tuje te strani se pojavile, pa sem par slike uploadal, pač, veš. Tako je bum, komentarji, plus, ne vem, ti ful, zakaj ne tekmuješ, ne vem. Sem v bistvu zanimiv, ampak takrat je recimo bilo že veliko recimo te smeri, da so se ljudje malo začeli usmerjati v ta bodybuilding pa te stvari, no, se pravi, v to smer. V bistvu, ja, meni se zdi ta bodybuilding je že, ne vem, bom rekel, tam od Schwarzeneggera leta naprej, ne, se veš, on je naredil tisti breakthrough, ne. Od tam naprej v bistvu bodybuilding skozi razsvetil, ne. Tudi še zdaj recimo je še to kar razsvetil, čeprav ne več, toliko se mi zdaj je že to malo zdaj upadati skupaj, ne, ker kar zdaj prihaja na oder, to govorimo za tekmovanje bodybuilding, to ni več športno. To so zdaj tovornjaki na odra, veš, to so ogromne kosi mesa, pa tudi v bistvu, bom rekel, ni več to zdrav, ni to več, zelo težko bi rekel, da je to, ne vem, nekomu nek Grci, no, dobesedno, veš, kaj mislim, ne. Pač pa jaz na tem ful dolg časa, ne vem, recimo, ne, ampak to ni več tista atletka zdrava postava, no. To je, bom rekel, to je freak show že, no. Govorimo za teh največjih, pa to ne. Recimo v tistih Schwarzeneggerjevih časih, veš, so bili veliki, so bili ogromni, ampak vse je bilo nekako česo prijazno, ne. A veš, vse so fanti, ne vem, šlašli teč, kak druge športe še ukvarjajo, vse ne vem, a veš, vse skupaj je bilo v bistvu, bom rekel, nek fun game, veš, kaj mislim, pač družili so se, skupaj so trenirali. Pa rasli so skupaj, verjetno, ne? Tudi to, recimo, ne. Za standardi, ne? Ja, a veš, ni bilo interneta, recimo, ne. Tudi informacij ni bilo tukaj na voljo, ne. Tudi v mojih cajtih ni bilo informacij, recimo, ne. Sem probal vse na svoje, na sebi, kaj dela, kaj ne dela, veš, pač. Treninge sam razvijal v glavi, pisal si treninge, loge delo, ne vem, kaj se, veliko več slabega ne rekel dobro, recimo, ne. Kot na primer? Recimo, se veš, priješ v fitness, ne veš, kako početi, kako trenirati, veš. Ni bilo, imeli smo neke stare revije, recimo, ne, mislim, stare revije, zdaj so stare. Revije v tisti časi, ko so izhajale, pa zelo drage revije, ne. Se veš, si mlad, nimaš denarja, tudi revije pol bereš, v kakem fitnessu, kako revijo najdeš, pa vidiš nek trening, kako zgleda, ampak itak si ti najbolj pametno, veš, pa delaš sada na zizer, ker bi rad imel več benža, ne, kar je fest narobe, ne. A veš, in pa se poškoduješ, ne. Ker določen del telesa pretreniraš, nimaš regeneracije, trpi vse zraven, ne. To sem že od marsikoga takle slišal, pač različnih trenerjev, pa tako, ne, da je danes težava športa, ker je šel preveč v ekstremne. Se pravi, čisto vsak šport je šel v tak ekstrem, da danes niti za otroke ni več zdravo, ne. Ja. Ogromno otrok se poškoduje že v zelo zgodnih letih, ne, ker se jih preforsira, nimajo časa za regeneracijo, ne. In kako ti vidiš recimo vse to skupek? Glede na to, da si v športu že veliko časa, pa verjetno tudi veliko ljudi pride do tebe, pa mogoče za... Kaj se mi zdi, da zadnja leta recimo so, bom rekel, da ne bom zdaj pač grdo rekel, ampak otroci ratujejo motorični debili. Vsi so na telefonih, vsi so doma za računalnikom, ali pa za televizijo, ali pa nekaj druga stvar v bistvu, ko jih odvrača od športa, ne. A veš, mi smo recimo bili, si prišel v šole, si vrgel torbo, to da je pol naslednjo nisi najdel, ne, pa si šel na ulico. A veš, pa smo igrali fuzbal, pa hokej, pa karkoli smo našli, recimo, ne, se družili, ne. Pa ko se veš, ne vem, tista slavna, recimo, kdaj moraš biti doma, ne, ko se luči vzum prižgejo, moraš biti doma, ne, a veš. Pa si prišel domov, tak si se mogel stoširati, ne, si se mogel umiti, si nekaj pojedel, pa si pa še tako zmatren, recimo, da si bolj pozabil na šolo, ne, recimo, ne, a veš. Zdaj pa tisti, ko sem jaz sled, res ga nisem imel, ne, so nekako šli naprej, jaz sem tudi v bistvu, ne vem, naredil 3 srednje šole, pa nisem šel na faks naprej, ne, ker me enostavno to ni zanimalo, oziroma ne morem sedeti pa se učiti, ne, nekaj, kar me ne zanima, ne. A veš, recimo, fitness me pa zanima, ne, veš, prebral vse revije, vse članke, vse knjige, vse, kar je se dal dobiti, sad sem prebral, recimo, ne. Pa mislim, pa nisi imel možnosti, da bi šel v to smer, recimo, da je bila kakšna taka smer, ki je bila sorodna temu?
Ja, niti ko nisi- sem bil starejši, že mogoče, a veš, spet bomo rekel, tiste mlade leti, ko so šli na faks, pa to ne smo imeli, ne vem, raj si službo da si gnar imel, ne, a veš, da si avto kupil, da si punce ganjal okoli, ne, pa da si šel na trening, ne, a veš, ne vem, razni prijatelji, ko so bili doktori, ne, so se pa tudi učili, ne, veš, pa jim je dosti boljše, recimo, ne. Ja, tudi veš, poznam se tudi, recimo, rekel, vpliv družbe, pač bil sem tisti Nove vasi in Lavi, recimo, večino drugašov okoli, ne. Starši moji tudi niso zdaj neki filozofi, da bi bili navajeni teh faksov pa tega, recimo, ne, a veš, oba poklicne šole, ne, in pol tak nekak se ne poistovetiš, ampak pač ne vidiš naprej, recimo, ne, tisti zaprti koski noci, kot niti ne veš, kako zunaj izgleda, ne, a veš. Tako da mogoče, zdaj, žal, ne žal, pač življenje, tako je, ne. Probaš najboljši iz tega, kar je, ne. Pa biti najboljši človek, ne. Če kako si pa z ulico to rešval, recimo, tako si rekel, ne, da je bila lava tam taka, ne? Ja, ulica, veš, kak je v bistvu, enkrat si dobil, enkrat si dal. Bila je džungla Casablanca, vsak smo se stepli, takrat so bili aktivni cigani, smo se vsak vikend s ciganjem stepli, pol, ko so prišli kakšni drugi Ljubljančani, Mariborčani, smo se s ciganjem skupaj istovetili, pa smo jih razbili, recimo, ne, pa smo se pol še med sabo spet stepli, ne. Ampak to je bilo vse neki mej normale, ne. Neka taka ulična pravila so bila, ne. Če si na tleh, ne, nehaš, ne, recimo, ne. Tako da v bistvu, ja, ampak je bilo vse neki zdravi, normalni je bilo vse skupaj. Recimo, to gre kar doskrat, tako malo z roko v roki, ne, ta body, mislim, ne body, v bistvu fitness, pa ta ulična borba, ne. Ja, veš, da pa moraš Se mi zdi, da tega je dosti manj zdaj, no, tako. Dosti manj tega. Mislim, se tudi malo se je mogli to malo umiriti, ne. Ja, vsekakor. Veš, to čas je bil tisti alkohol, recimo v mojih cajtih, ne, se ga napili, so bili si najbolj močni, pa po mesecu, recimo tista, bom rekel, ena taka časovna kolaps z drogo, recimo, ne. Full friend je šlo v heroin, so še nekateri, jih srečam danes po ulici, recimo, so še kar v heroinu, recimo, ne. Pa so bile tiste plesne droge, recimo, ne. Kar je bilo še nekako cool. Pa alkohol, pa tisto, kar v bistvu vse skupaj ne bodo konzumiral, pač, ne. Ampak zelo veliko prijateljev sem zgubil, rekel, no. Ja, mislim se, ko nimaš več verjetno skupnih točk, ne, pa... Ja, vse to, ne. Bom rekel, da mene v bistvu iz te ulice ven glih zdaj bodybuilding, fitness, šport, ker hvala se ogromno drugim stvari, tudi tenis, šel še igrati, veš, vsako poletje bojko recimo igrala, veš, klub fitnessa, ne. Nekako mogel sem biti na treningu, ne, nisem niti predstavljal, da bom zdaj nekaj spil, pa bom šel nekam na trening, recimo bom smrdel po alkoholu, recimo, ne. Zgodil se enkrat, recimo, da je bilo v petek, smo se po šoli dobili, pa smo šli v Barflyja, pa par piričkov, pa sem pa tja, pa sem se ga itak napil, ne. Sedmi sem prišel domov, pa sem bil trening, pridem do Fabija, zdobiš bruhnem tam po tisti blazini, ne. Stari, to sem dokazen. Mogel sem vse blazine sam ven znositi iz telovadnice, spucati blazine, prijeti v soboto zjutraj, z mačkom največjim se zdobiš, spucati blazine, not znositi vse, posušiti, pa še pa sem imel kazensko, tako en teden, recimo, ne, sem mogel, ne vem, vsi so splezali na štrik, 3-krat, jaz sem mogel 5-krat, recimo, ne. Pa s kimono od pasa snov poriti, recimo, pa tak, ne. V bistvu Fabijan je bil kar disciplina, ne, ne. Mislim, da neka afera zdaj tu vam prišla, ali to, ko so imeli neki ne vem, nisem se sicer šel v neke detajle, ampak... Ne vem, jaz poznam Fabija, poznam celo sceno tam, bile so punce, recimo, so imeli pred nami trening, so končale, nikoli ni bilo zaslišati, no. Tudi Fabij se mi zdi tak človek, zdaj ne bom komu krivice delal, veš, ampak pač ne vem. Ja, se mi zdaj nisem šel, mislim pač, ko slišiš tiste neke zgodbe, pa bilo je relativno odmevno, ampak definitivno v športu disciplina mora biti, ne, če hočeš imeti rezultat. Fabija disciplina je tista v bistvu, kot je pele do rezultata. Ja. Zdaj, če nekdo, da mu je pretežek trening, da ne vem, kot neke vrste zloraba, recimo sem nekje prebral, ne, a veš, ampak prosti, popet pa balet trenirati, ne, a veš, pet pa drugam, ne, če ti to pretežek, ne, ampak on je res strnilo človeka, da je res, ne vem, bolečina nisi vedel, kaj bolečina, no. A veš, v daskem treningu se to przil, recimo, ne, si vzel tiste lotep, si povil tiste prste skupaj, recimo, pa si ne pretrenil, ne. A veš, zdaj druge, ko si to recimo v šoli, ne vem, smo igrali fuzbal, sem se mal prstih zil, recimo, ne, pa sem igral naprej, ne, on si kao, bolite, daj mir, zatečal imaš, ne. To je nič, ne, a veš. Ja, dobiš to debelo kožo, ne. Dobesedno, kot jaz mislim, da Fabi, ne vem, je Fabi kralj. Vse, kar se mene tiče. Mislim, jaz osebno pač, to imam moje osebno mnenje takno, da če hočeš imeti dober rezultat, pač moraš veliko žrtvovati, ne. Če greš recimo to do, rečemo, olimpijskih kolajn in pa tako naprej, ne, to ni, ne, to je v bistvu veliko žrtvovanja, ne. In se mi zdi, da v fitnessu tudi kar veliko, ne, tega ni. Recimo tako, poznam par ljudi tako, ne, ko so res ful intenzivni, ne, a veš, ne, kar pomeni, so ful predani temu, pa veliko stvari prilagajajo temu, ne. Koliko je tu podobnosti, no?
Šak je fitness je taka v bistvu specifika, ko je v bistvu res najbolj nehvaležen. Ne? Največji problem mislim, da v tej fitness industriji športu je hrana. Ti moraš držati dieto, vnesti določeno število kalorij, imeti ta prave kalorije, se pravi, dosti beljakovin, ogljikovih hidratov, tu ko rabiš, cukra zelo malo, recimo, ne pa maščob, tu ko rabiš, ne. A veš, zdaj imaš ti nek jedilnik sestavljen, ko se ga moraš držati, če hočeš rezultate imeti, govorimo zdaj o tekmovalnem bodybuildingu, ne. Pa prideš domov, pa je torto doma, recimo, si na za mizo, ne. Da si tu discipliniran, ne, pa si to v glavi nekako, da ti tega ne rabiš, da to tega ni, ne. Se kako to dosežeš? Ali pa podležeš. Veš, kako dosežeš, ti povem z motivacijo. Motivacijo pa cilji, recimo, stisti, ne, veš, tako pri sebi tudi življenje, recimo, če imaš nek cilj, ne, pa se ga, recimo, ne, bom rekel, oklepaš tako treba, ne, boš pršel, ne, če pa sedeš malo tu, malo tam, pa ne boš, ne. Isto je v bodybuildingu, ne vem, recimo, prvo tekmovanje sem v Parizu, prva dieta, prvič cuker stran, vse stran stari, 2x na dan trening, včasih 3x na dan trening. Enostavno, ko priješ domov in ne vem, tvoji frendi vsi jejo, kak alkohol zraven, recimo party, ne vem, ti pač veš, da boš v Pariz mogel iti na oder, da ko bo za tebe stal, recimo, da je veliko boljši, ne, oziroma ne sme biti boljši, ne, in pač ti ne rečeš, pač to ni zdaj moja stvar več, ne. Vse se nagradiš, ne, a veš, imaš. Saj jaz sem imel to srečo, da ko sem prvič šel tekmovati, sem si trenerja vzel, nisem šel po svoji glavi butasti, ne, ker pa nikoli ne spraviš koliko moraš, ne, ker ti imaš čisto drugačen način, recimo, sploh v tej fazi, recimo, ko se pripravljaš, ne, se ti zdi, da si premajhen, da ne vem, se stvari dogajajo, pa pol delaš neumnosti, dodajajo zraven, ko ne rabiš, ne. Tako da takrat sem prvič kontaktiral ene par frendov iz tujine, so mi predlagali enega iz Amerike, sicer iz New Yorka, stopil kontakt z njim, poslal slike, je bil tudi en, v bistvu, kot ni delal vsakim, no, je videl ful dober potencial v meni, mi je tudi ceno dal na pol, recimo, ne, kar je za naše razmere še vse en dost, ker tujci se, ne vem, se veš, višji standardi, ne. Pa pol tudi, ko mi je on napisal tisti jedilnik, sem bil tako ponosen, da mi je on ta jedilnik napisal, veš, da sem bil svet tisti jedilnik, ne, in tudi pol rečeš pizda, ne, da bom za njega pa izneviral, ne, a veš, čeprav tudi včasih je bilo recimo napisano, ne vem, 120 gramov riža, itak sem 150 povedal, ne, ker sem bil lačen, ne, a veš, in on, ko smo slike poslal, mi je napisal, nekaj ni delaš prav, ne, ali si preveč jedel, ali ne vem, ali delaš premalo kardija, ali ne vem, ali spiš premalo, veš pravno, tisto, koliko je to zdaj vedel, ne, a veš, ampak je res stručko, ne, a veš, en tak primer, recimo, ne vem, da si lažje razumeš, ješ recimo en čas samo rjav riž. Ok. Vrednosti so drugačne, recimo, ne, telo se drugače obnaša, glikemični indeks nižji, pa da pa v bistvu bel riž za jesti, recimo, ne, pa namesto piščanca govedno, recimo, ne. Stari to v roku 3 dni spremeniš postavo, prav ono draj postaneš, vse se začne poznati, glava dela drugače, prav ono, ne moreš vedeti, prav, samo hrana, recimo, kaj se da s hrana naredi, ne. Pustimo, da še pač, koliko maščob, koliko hidratov, recimo, ne, kdaj se polnati mišico, glikogen polnati. Kaj pa opaziš recimo pri tem shiftu, ne? Kje se recimo takoj najprej pozna? Misliš pozna pri čem? Pač, ko si rekel, pač razlika med piščancem pa med govedino, ne, ali pa rjav pa bel riž, ne, se pravi, kje se... V izgledu. V izgledu? V izgledu. Ker realno počuti se skozi drek, ne, dobesedno. Skozi si utrujen, ker imaš cukra zelo malo, hidratov zelo malo, recimo tisti, bom rekel, zdaj pripravljalna faza, ne. Skozi si utrujen, dobesedno. Skozi utrujen, izčrpan, v bistvu tvoja maščoba v telesu je zelo nizka, procent maščobe je zelo nizek, zdaj pa nižji, ko imaš procent maščobe v telesu, manj energije imaš, ne. Dobesedno manj energije imaš, ne. Tako da počuti se res slabo, ampak pa imaš pa recimo, rekel, jaz sem to srečo pri tem trenerju, v bistvu, da je imel malo drugačen pristop, ne. Prvo me je, bom rekel, dobesedno shiro. Šel sem v deficit, jedel sem zelo malo, da smo res tisto pokurila, tisto maščobne zaloge do konca, pa me začel pa kalorije dvigovati, recimo, ne vem, pa sem pa recimo normalni ljudje sem imeli po 3500 kalorij, v pripravljalni sezoni, jaz sem imel kar 5000, recimo, ne. A veš, mislim si, kako to zaužiješ? Kilo pol mesa, recimo, na dan, nekje 200 gramov riža, govorim, zdaj odvisno spet, en caj 300, en caj 150. Pač nihaš s hrano, vnosom kalorij, cikliraš ogljikove hidrate, cikliraš maščobe, recimo, ne. Tako da sem v bistvu vsak drugi dan se mogel slikati, postaviti, sem si dal z selotejpom na tla, v bistvu pod eno luč, sem si dal črto, tam sem se vedno postavil, stativ za telefon sem si postavil na eno mesto, to da v bistvu so slike, vsak dan v bistvu uri,
točno tako, v bistvu, ko je. Ne? Recimo, zdaj, če se slikaš malo, zelo kot tam malo drugače postaviš, je že senca drugače pade, je že drugače zgledane, a veš. To, da smo tako, da smo v bistvu delali online, ne. In vsak druga slika, in to pol, ko sem slike skozi zložil, recimo, res bilo, ne vem, v roku 14 dni, recimo, ne. Ko dan pa noč slika, recimo, ne. Pa počuti, temu primerno. Kaj sem prej rekel, recimo, ne vem, kaj sem jaz srečal, je, da v bistvu on mi je dvignil kalorije, recimo, pa dal mi je dobesedno nagrado, najprej enkrat na teden cheat meal, se pravi, da sem jedel, recimo, kar sem hotel. Se pravi, 2 obroka z jedilnika sem črtal, pa sem šel, pa sem se nedel. Šel sem na Meka, šel sem na pico. To je recimo nagrada kot tista pretekla razvada, ali je, kako se tretiraš nagrado, ne? Zdaj, v bistvu, tisto, ko sem prvi šel jaz, ne, sem njemu trikrat napisal, si sigurno, lahko grem to jaz, kaj mislim, ne? Fora je pa tem, da v bistvu on me skozi držal, recimo, rekel na stand-by zelo malo cheat mealov, recimo, ne vem, če je že bil cheat meal, on napisal, kam on jes, recimo, suši, ali pa kaj, ne vem, kje je bolj zdravo, recimo, da si malo več pojedel, ne. A veš, recimo, pa ne vem, en dan pred tekmo prijem v London, cel shiran, cel zmeden, v hotelski sobi, še zadnji pozing furam, on me napiše, mu pošlje slike, brother, you are ready, kao, ne. Smisel, okej, ful vesel, ne. Go eat some fries and burger. Ja, mesto, se zmotil, si to meni poslal, da imaš kako drugo stranko, ne, v čaju fora. Ne, pet jest. Jaz fakt razmišljam, zdaj stari sem 3 mesece. Hero zastopiš, kva je za to, kak burger, ne. In pa greš šel jesti, recimo, to je ona Marija, te če z oknem pogleda, ne. Ampak je pol zanimivo, recimo, greš takoj na WC, ne, prav sprazne te, narediš rahu pump, mišice napolne, žile ven porine. Sem zaradi česa v bistvu zaradi maščobe? Maščoba, sol, pa cukor, recimo, ne. A veš, to ni navajen tega, ne, pa je to res tista reakcija, ne. In pa še tiste zadnje, bom rekel, zaloge vode pod kožo, to ven potem tiste sol, ne. In res gledaš fenomenalno, ne. Zanimivo. In pa smo v bistvu na ta princip, ker videl, da mi v bistvu imam ful hiter metabolizem, da mi dobro dela, recimo, ne, ker v bistvu to trenerstvo, vse skupaj tudi zdaj opažam, recimo, ne vem, ti, ko človekom delaš v enem mesecu, ga v bistvu ne spoznaš, ne. Po 3-4 meseci ti vidiš človeka, kam mu paše, kaj na kaj reagira, recimo, ne, in pol ti v bistvu nekaj gradiš z njega, dela z njim, v bistvu mu svetuješ, koliko naprej, recimo, ker ne moreš, ni to zdaj v bistvu ta jedilnik mej, pa vsi bo te isti, ko je to jedli, recimo, ne. Čisto vsak je drugačen. Čisto vsakmu v bistvu je pristop, bom rekel, individualno, govorimo zdaj o tekmovalnem bodybuildingu, recimo, ne, bom rekel, za normalno ljudi ni toliko problematičen, ne rabiš to gledati, ne rabiš vagati hrane, ne rabiš biti pozoren prav na vsako kalorijo, ne, ker to si pol sužen sam v sebi, po bistvu tako ne moreš cel življenje, ne. V bistvu fokus pa jasen cilj moraš imeti, ne, to, ne. Točno to, ne. In pol je zanimivo, pa smo v bistvu vlako, ko sem recimo, ne vem, že pol jedilnikom je sestavilo, je bilo tako, da mi je dal recimo, ne vem, 2-3 dni ful nizkoogljikove hidrate, se pravi nekje 150 gramov, bom rekel. Pa kar recimo, ne vem, 3 dan cheat meal, 5 na burger, a veš, bum, burger, pojem burger, naslednji 2 dni stari trening na višku, moč na višku, res, 3 dan začel pojenjati, pravno čutiš, da ni več tiste energije prave, bum, burger spet. Pravi, pol te high pa low, ne? Te high pa low, ampak to je ful, v bistvu težji je to delati, ko biti recimo skozi neki dieti, pa imeti nizek vnos cukra, ker imaš v bistvu inzulin zelo nizek, a veš, nimaš teh špic, ne, in ko imaš ti špico inzulinsko, recimo, ko se dvigne inzulin, v krvi ti v bistvu potrebuješ sladke. Dobesedno te začne trest, iščeš, pojedel bi vse, ne, a veš, in to je zelo težko pol držati, ne. In pol v bistvu sem pol hotel recimo izven tekmovalne sezone naprej držati formu, malo dvignil vsega skupaj, ni šlo. Šel sem na burger, čez 2 ure sem spet burger jedel, ne. A veš, naslednji dan sem spet burger jedel, ne. Ja, ker v bistvu ti telo, ne. Spet nimaš, rečeš, vse imam pol leta fraja, veš, bom za en mesec jedel že pol naprej, ne, a veš. Ja. Tako da ja, bom rekel, cilj pa motivacija tista, ne, ko te pol drži, ne. Je pa v bistvu sem dobil, ne vem, imel sem zelo dobre rezultate, že prvič v bistvu sem zmagal, prvo tekmo sem kar zmagal v Franciji, recimo, ne vem, visoko bodybuilding, tekmoval sem na Muscle Mania, to je v bistvu natural bodybuilding, tako da sem imel doping control, recimo, ne, sem imel zabavati z nekim diuretikim pa z nekim raznim, bom rekel, steroidim, ne. Smo bili dosti manjši na odru kot tisti, recimo, bom rekel, en IFB, ampak je pa lepo zgledano. Jaz, ki je bil pa ta turning point, ko si prej recimo na začetku si v fitness hodil, pa si mal ta bench, pa te stvari treniral, ne? Kje je bil turning point, ali, ko si rekel, krat, bi pa še spustil to, ne? V te vode. No, to je bilo, v bistvu prvič, ko sem slike uploadil, recimo, ne, so me ful kontaktirali, večinoma Američani, ne. Dobil sem v bistvu eno ponudbo za sponzorstvo, sem star 22 let, če prijem tekmovat, ker sponzorsko pogodbo so mi poslali, ampak itak nisem upal, ne. A veš, v mojih časih, stari 22 let, ne, to je 20 let nazaj, recimo. Kaj so pa, mislim, kak je to zgledalo? Enostavno, veš kaj, ne vem, veš, gledal sem recimo tekme, ne, tle so že pa fantje tekmovali, so že imeli neke, ne vem,
neko kilometrino za sabo, stari jaz se še hlački zna obleči, ne. A veš, pa skozi sem imel one percepcijo, ne gledam jaz od tanglicih, no, fuck off, ne. A veš, pravno, ne, in pa sem dobil ful teh, a veš, različnih, ne vem, fotografov za fotoshooting, se šel pa prvič v Nemčijo, ne, fotoshooting ful dober, z enim Max Spielbergom, res kralj, naredil slike, stari, to, ko sem pol slike, da gor, stari, to je bilo res, kot da sem nek Američan, kot da nisem Evropejca, veš, prav, to res ono, ni Američan, zdaj takrat, v tistih mojih časih, veš, so bili Američani, so vedno bili tisti pred nami, ne. Tudi, kar se tiče, ne vem, stila oblačenja, postavitve, vsega skupaj, jaz dobiš, oni so vedeli, kaj delajo, ne. A veš, pa itak, oni so kralji, pač, oglaševanja, ne. In pač prvi fotoshooting, pol pa zakaj ne tehmujem, pa drug zakaj ne tehmujem, pa tle imaš pogodbo, mi ti se plačamo, da sem pa spravil, v bistvu sem prvič šel na oder, ko sem star 32 let. Zelo mi je žal, da nisem šel prej, recimo, ker če bi šel prej, bi mogoče ujel še tisti vlak, pa bi danes, recimo, ne vem, bom rekel, brezskrbno živel, ne. Brez vsakih mesečnih problemov z računom, pa sem, ne, z računim, ker moramo fejst delati, da plačujemo zdaj, ne, recimo. Ampak mislim, da se je taka velika razlika poznala tako. Veš, kak glih je bilo tisti Instagram se začel, Facebook se začel delati, ne. In tisti, ko so bili prvi, recimo, ne, so res naredili nenormalno denar s tem, ne. So tudi pa šli, recimo, bom rekel, po 5 letih sem imel neko svojo linijo, ali linijo COD, ali linijo osebnih programov, recimo, ne. Bilo je pa zanimivo, recimo, da sem spremljal, bil en Moris Mendes, Anglež, pol je bil en Ulysses, s njih spremljal, recimo, sem bila, recimo, vrh, to so bili tiste postave, ki so bili ful všeč, ne. Pol na koncu bil pa na odru z njimi, recimo, ne. A veš, ta pravno tist, ne vem, neka motivacija, kot da viš pol ista federacija te povabi, a veš, si misliš, fuck, jaz njega spremljam, on je res dober, mu napišem, se vidimo tekmovanju, človek odpiše, a veš, neč visok, recimo, ne. Ker tle pri nas, recimo, ne, v Sloveniji sem eno tako neljubo izkušnjo z brata Mađarović, recimo, lahko rečem, ker tako, ne, jaz njemu pisal, on je meni dol, pač bil bodybuilding, on je vedel, zakaj se res stopiš. Mu napišem, neč ne piše, nikoli nič, pa ga pa srečam, bil en fit fest včasih v Sloveniji, srečam človeka pač, stopim do njega, pristopim, smrt kot 16 let star, imel sem že six-pack, dobro se že poznal, prsa razvita, recimo, ne, on do mene, ti tekmuješ, kar je bilo nekaj tekmovanja, sem rekel, ne tekmujem, ne, miš, da bi mogel. Ja, stari, prid meni, ti boš spel, ti si ful dober, ne. Sem rekel, okej, sem rekel, kako pa zgleda pa to? Ja, prinesi 500 mark, ne, pa sem pogovarjala. Pravno, stari, kje ne zdim 500 mark, to so še marke, ne. Kje ne vem jaz 500 mark, 16 star mulca, veš, živim doma, pri starši, ne. A veš, delal sem počitniško, da sem zaslužil za kolo ali pa za motor, da si preživel, ne, veš, on 500 mark, a veš. Pol ono, prav ono, veš, tiste, nimaš 500 mark, adijo, ne. Ja, to je... Da sem zdakljal, v bistvu, da nikoli ne bom tak, ne, nikoli ne bom tak šupak, ne, dobi se, da ne. Mogoče včasih moraš dobiti eno tako izkušnjo, da vidiš, kaj je prav, recimo, pa kaj ni prav. Recimo, tudi sem zakljal, da v bistvu vsakom hotel mojo pomoč, vedno se ne pogovarjal, vsakomu odpisal in tudi to delam, recimo. Tudi vsakomu pomagam, če ne možem. Pa smo srečali, recimo, ne bom rekel, čez 5 let, ko sem že zmagal par tekem za sabo, recimo, ko sem imel res fizik dober, prišel sem v majici brez rokavov na eno tekmo v Zagreb in je bil on tam, pa ti tekmuješ, kdo si ti, kaj to zdaj, dobiš si posrani, a greš na oder. Sako ne, fant, jaz prvi sem gledal, imel sem ga prijatelja tekmoval, malo sem mu pomagal, veš, vsi, ne na oder, ta, kaj mislim, prvi še prav, res, nisem še imel prav naslova, no. In je prvi šla do mene, ti bi, kaj si razmišljal, bi ti prvi, pa sem rekel, se ga le človek, mi dva smo se srečala, ne vem, kaj nekaj časa nazaj, pa si me dobesedno odjel, ne, tako da hvala lepa, ne, ampak ne hvala, ne. Pa polo zraven si, ko se zraven ostali, si utla, a veš, ja. Kakaj je pa recimo razlika med pro pa med poprečnim bodybuilderjem, ne? Mislim, kaj mora imeti, mislim, kaj on ne more, kaj on nima, pa kaj ta ima, ne? Simetrijo, mišično maso, razmerje med, bom rekel, med definicijo in maso, no, tista se večino gleda, ne, pa simetrija, ja, v bistvu vzgledaš, ne. Se pravi, na amater v bistvu vedno popravlja neke določene točke, ki jih mora popraviti, da prije do tiste perfekcije, recimo, da lahko sploh pristopi na protehmo, ne. Moraš že pretekmovati, moraš zmagati par tekem, da dobiš v bistvu kvalifikacijo za protehmo. In pa, če zmagaš protehmo, dobiš v bistvu pronaslov. Kar pomeni, da pa naprej tekmuješ samo v protehma, ne. Tam so pa v bistvu tisti, ko so res že profesionalci, ne. Tudi pol se ti življenje nekako obrne, pol sponzorji, vse, kar je v bistvu, se ti pol obrne, no. Recimo, jaz sem ful dolgo sodeloval s Sportini.si, še kar sodelujem. V bistvu prek njih sem prišel do firme Nutrient, ker se mi ful dopadlo, kako predstavim produkte.
ker sem bil tisti, kar sem pred kamero bil, veš, nisem imel nekih, ne vem, tudi dogovorjen sem imel v bistvu predstavljati tiste produkte, ko delajo, se pravi. Ne mi delati nekih produktov, jaz folk na tega stopiš, kupite si tole, pa bo ne vem kaj, ne. Pač ne, sprobal sem zadeve, pa sem sam pa zbral to pa to predstavo, kar se mi zdi vredno predstave, ne. Pa sem oni kontaktirali, recimo, sem dal nek budget takrat, da za njih delam, plus Proteini.si, jasno, ker Proteini.si v bistvu so prodali Nutrient. Ampak sem pa bil direktor Nutrienta in tudi, ko sem pa pro karto dobil, recimo, ne, sem imel sestanek z njimi, ne, na Češkem, in so rekli, vidimo, da si pro, ne, zdaj povej, kaj hočeš, ne. Veš, dam neko cifro, pač, imel sem že v bistvu, bom rekel, malo pomoči iz tujine, od teh frendov raznih, ko so delali res, bom rekel, 5-kratnih tega, kar sem jaz dobil, recimo, ne, ampak to je tujina normalno, Amerika, Anglija, recimo, ne. V Sloveniji še zdaj v bistvu ne dobi nekaj, bom rekel, veliko cache za to, no. Tako da sem dobil, bom rekel, fejs dober za naše razmere, no. Da sem v bistvu tudi živel od tega, no. So v bistvu, zakaj so take razlike v teh... Kupna moč. Se pri nas je tudi kar precej velika kupna moč, glede na cene, ne? Že sem ne moram se recimo pač z eno Anglijo ali pa Ameriko ali pa recimo Nemčijo, a veš, ker je recimo, ne vem, prodaja res glomazna. Trg je večji, to misliš. Trg je večji, prodaja se veliko več, večji denar se vrača, ne. In tam recimo ni problem dati človeku, ne vem, govorimo 5,000 evrov pa do 30,000 evrov, recimo, en prijatelj dobival, ne, recimo od MyProteina v Angliji je dobil 30 evrov na mesec, ne. Pa je že to, v bistvu, da je že to pol preraslo, recimo, ne. Pa je šel sam, se je povezal na firmo, pa sam šel proizvodno proteinov, pa trening program, recimo, pa zdaj živi na Floridi, ne. Oziroma ne, živi v LA-u. Ima veliko vilo svojo, športne avte, pa dela to še naprej, recimo, ne. Ja, vse to trg, če absorbira. Pa v bistvu veš naša miselnost slovenska, ne, vsi mislimo, da smo premajhni, ne. A veš, en primer, recimo, bil sem na Maski. Pa misliš, da smo ali nismo? Ne, nismo, ne. Zakaj? Enostavno nismo navajeni tega, ker smo tukaj ima Slovenija dobrih športnikov, recimo, ne, ko bi se mogli postaviti, recimo Dončić, ne, on se recimo našel. Pač on fura standarde, tako bi mogel vsak športnik furati, ne, a veš. In ti, ko si le v enem malem mestu, doma v enem fitnessu si najboljši, pa greš v tujino, ne, a veš, in tudi se ne znaš pa postaviti, recimo, da bi se cenil, da bi rekel, ker niti ne veš, koliko je to, veš, le, ti noben ne da 100 evrov za recimo za eno sponzorstvo, recimo, ne, tam se pa že pogovarja v 5 urih, pa naprej, recimo, ne. In ne, da se ne znaš ceniti, mislim, ne znaš se ceniti, ja. Ker ne veš v bistvu, kaj sploh reči, ne. A veš, ne je parat, v bistvu ful si vesel, da sploh je dobiš, ne. A veš, kaj še lepo, da ti pogoje postavljaš, ne. In en primer, recimo na Maskli bičo treniramo, recimo, ne vem, s črncem delamo pull-upe na štangah, pride televizija, recimo, ne. Jaz ful vesel, sad, le televizija, goro, ne. Oni se vsi odmaknejo, črnci stran zastopiš, jaz ne vem, kaj pa če je fora. On pride do mene, pač ta, nekaj, ne spomnim se, kaj bila, ESPN, ne vem, razdana televizija, dobra, recimo, ne. Bi vi malo povedali kamero, malo pokazali, kako trenirate, jaz ful vesel, ful, veš, kamera, mama, zdravo, veš, prav seljačina, ne, veš. Oni črnci si stran stali, jaz hočem, ne, zakaj pa noče biti na televiziji? Rekel, lepo, slušajte mene, ne. Oni so plačani od gledanosti. Oni dobijo denar od tega, ko v bistvu boš ti zdaj tle delo nekaj, ne, kaj dobiš pa ti tega? Prav jaz ti tako, fakt stari res, ne, v bistvu ne. Oni bo zdaj v bistvu denar delali zaradi mene, a veš, prav res, kaj imam pa jaz od tega, ne, a veš. In pol je prišel spet en tak trenutek, sem rekel, v bistvu moram vprašati menedžerja, ne, itak ga nisem imel, ne. Moram vprašati menedžerja, če lahko jaz nastopim na televiziji, ne, ker imam pogodbo, ne, pa verjetno ne bo zastojen. A veš, in pol oni kar spremenijo obraze, pa te dajo stran. Vse je pa zgodilo, da je rekel, dej nam kontakt od menedžerja, mi hočemo tebe v naši vdaji, ne. Fakt, če nima menedžerja. Si ga mogo zmisliti, ne? Ja, itak, ne, se spoljajo, ne, neklico. Veš, nekaj zelo dobrega prijatelja, enega Američana, full IQ, res, in mi polom bi se stavljal te pogodbe, tudi za sponzorje pa to, no. Samo jaz sodelovala, sem dal 10% stran, pa se je potrudil, no, pa je zelo veliko naredil, ne. A veš, tako da se polom pogovarjal, čisto radno pa to, ne. A veš, pa vedno neke fore, neka firma je bila, ne vem, kira firma je pa to. Ja, mi smo iz Nizozemske, ne vemo točno, ne poznate naše firme, mi smo ful močni, ok, sploh Ameriki, ne veš, tako da v bistvu moš pa malo, ne, spet, bom rekel, ta poslovno žilco klopiti, ne. Ja, Amerika v bistvu je čist naravnana, tako, ne. Čist drugo, v bistvu, tudi, ne vem, tam si, bom rekel, ful sem dobo, kao frendo, ne, vsi te hoče poznati, si te v roke, vsi te furajo, dokler ima nek korist od tebe, ne, a veš, pol v bistvu, ko te koristi ni, si odpadni material, da besede, ne. Kar to tudi zdaj nam prihaja vidno. Samo cash pa nič druga, ne. Mislim, da se ti je zdelo to, da se je to začelo dogajati. Pa zdi se mi zadnje 5, ne, že kar ne bom rekel, malo pred koronom, bom rekel tak nekje
bom rekel, že skoraj 10 let. Hoče se nekom nekaj delati, recimo, ne, malo na prijateljski osnovi, veš. Mejmo vsi nekaj tega, recimo, ne dobi se, da je pa vsak v hrbet, ne. Ja. Dobi se, da pa v bistvu ko imaš računalnik zraven povezan. Ja, tudi. Dobi se tisko ima nekaj od tebe, recimo, ne, te izkoristi, dobi se, da ne. Pač to je svet posla, ne. Ampak se mi zdi, da naša juga, recimo, ne, ni bilo to vedno tako, no. Se je bilo vedno nekak fair game, vsaj fair play, recimo, ne. Vsaj pri meni, kar se tiče, vedno s komkoli sem karkoli delal, recimo, ne, sem vedno gledal, v bistvu vsi nekaj tega imeli, no. A veš, dobro, če sem jaz pripeljal posel, pa vse skupaj ne moreš imeti tako jaz, jasno, ampak dajmo nekaj narediti, da bomo vsi veseli, ne. Tega ni več, ne. Tega ni več. Ja, se to Oziroma zelo malo, no. Ja, mislim, vsak ima občutek, ne, da bi mogel biti, mogoče že v mentaliteti tak, ne. Ker smo vzgajani tak, ne, iz tiste prejšnjih časov, pa tak, ne, pa vse je bilo naše, ne. Ja. Ja, čeprav veš, da gledam, recimo te fante mlajše, ne, bom rekel, se pa ful znajdejo, ne, ker so v bistvu že toliko naravnani, ne, za posel, ne, se pa znajdejo s tem TikTokom, recimo, ne, z Instagramom, recimo, ne, a veš, postave pogoje, hočete me imeti, tukaj pa tukaj računam, ne, a veš, mi to nismo znali, ne, čist tak, ne, hočete me imeti, a res, v majico, da mi zastojim to, majico malo, a veš, pa na koncu, recimo, ne, tudi sem delal, recimo, z določenimi firmami v Sloveniji, jaz sem bil ful pred časom, recimo, ne, to influencerstvo, ne, pač, ker sem se takrat povezoval s tem, bom rekel, tujcim, ker že to ful ofal, ne, sem v Sloveniji, sem jo celo povabil enkrat na en podcast, pa nisem šel, ker se nisem počutil pač za to dost velikega, bom rekel, ne, bil sem v revijih Finance, recimo, ne, kot influencer, ne, takrat sem imel 150 000 followerjev, recimo, ne, v glavnem pred časom, no, in veš, pa sem dobil recimo ponudbo, a bi mi kaj sodelovali, recimo, ne, vam damo mi naša oblačila, vi jih predstavite, ne, veš. Ja sem razmišljal, ok, vi date meni oblačila, ki jih tako moram predstaviti, ne, ampak ta oblačila meni ne bojo plačale položnice, ne. A veš, ki je zdaj to tista meja, ne, recimo, ne, ok, ima prijatelj, recimo, šel s cotami, se oblečeš, mu jih plačaš, kot podpora, recimo, ne, da dela nekaj, ne, pa mu narediš reklamo za sebe, ni problema, ne. A veš, to v bistvu, ko pa v bistvu oni tako morajo dati nek naravno reklamo, ne. Ampak to vse rekel, zadnje 5 let se mi je to res tisto porastno, ko se zdaj firme zavedajo, da ti morajo plačati za nekaj delati. Prej je bilo pa tako, ne vem, dobiš to, ti damo, ne vem, mej, ne, zdaj pa narediti reklamo za nas, ne. Zdaj pa pač... Mislim, da je še zmerom kar velik tega, no. Tak, bom rekel v Sloveniji kar dosti. Ja, tako, kakor opažam, se mi zdi, da je kar velik tega, no. Ampak to je izkoriščevanje, da besedo, ne. Ker recimo, ne vem, nadaš ti v reklamo nekaj 30 000 € recimo v reklamo, ne, tam imamo človeku bi dal pa 500 € recimo, pa bi mu življenje spremenil, ne. Mu daš pa ti tiste gate, recimo, ne, da jih obleče, ne, pa tu imaš, ne, zdaj pa reklama deli, ne. Pa se te prodaja dvigne zaradi tega, ne. Ampak je pa spet tista druga stvar, recimo, tega Instagrama, ne vem. Bom pa rekel, ti influencerji naši pa tudi pol že malo visok leta, ne. Je pa spet šlo malo predavšne, predaj ne. V bistvu meni je najbolj fascinantno, ker dejansko se prodajajo samo ekstremi. Ja. Pa to res hudi ekstremi, ne. Se mi zdi, da gre samo še v večje špice, ne. Ja. Ne, in pol že v bistvu včasih mogoče pol tudi neokusno postane, ne. Zelo neokusno. Recimo, jaz hodim to, te, ne vem, naši influencerje, ne vem, dela storije, tole morate kupiti, tole je noro, fajn, tole je zakon, to boste imeli frizure, ne vem, bla, bla. Boom, storije dol, pa kaže svojega psa ali pa nohtek je na vano, recimo, drug storije že, tale oblekca mi pa tok paše, tole je pa res dobro, zastopiš, boom, spet ima nohteki, boom, tretja, recimo, ne vem. A veš, to v bistvu prodajni kanal, ne, ampak, ko to vidim, ali odfollowam, ali pa, a veš, tudi v bistvu, ko sem delal sad kot influencer, recimo, tudi nisem tega, no. A veš, osredotočil sem se recimo 2-3 firme, ko sem z njimi delal, predstavil tisto, kar je, se mi zdelo res, da bo folku pomagal, oziroma da bo ljudje zadovoljni. Pa si imel pristop tak, da si že v bistvu kar v štartu napovedal, v bistvu, da so to tvoji partnerji, ali si nekako, kak si to zapeljal, to zgodbo? Da se je tebi zdela, recimo, pač... Recimo, ne vem, tipično protini.si, takrat je bilo drugačko, zdaj recimo, takrat smo imeli majice protini.si, če si vrečejo na njih, recimo, že da davče videla, veš, da si njihov, recimo, sploh nisi rabo kaj veliko povedati, ne. A veš, pa si predstavil tisti program, pa si pač povedal, kaj je dobro, kaj ni dobro, ne. Zdaj vse skupaj malo drugače gleda, zdaj moraš prav objaviti, da je oglas, ne, recimo, ne, napovedati, da je oglas. Čekaj, moraš. Mislim, da moraš, če moraš zdaj oglas, če za koga delaš, mislim, da moraš napisati, da je sponzoriran oglas. Aha. Mislim, da je nek zakon celo. Ne vem, nisem več o tem toliko, ampak vidim pa nekateri, recimo, no, kaj se dogaja, ne. Kar se dela s protini.si, tako pogodbeno, staviš račun, pogodba. Ja, vala. Ja, tako da. Kako te pa zanesli pol to influencerstvo, tako si se dobro počutil v tem, ali... Po resnici easy money. Dobesedno, veš, v bistvu nek krog ljudi, mislim, nek krog followerjev sem imel, recimo, ne, veš,
Zdaj pa zakaj snimi predstavo, če imamo nekaj tega, ne? A veš, in pa v bistvu ne vem. Jaz sem že pogodil ta z Nutrendom, zelo dobro plačan, tada v bistvu, kar ni šlo v kontekst s tem, recimo, nisem smel objavljati, ne? Sploh kakšne konkurence, ne, recimo, ne. So le pa druge stvari, od športnih ur do očal, cot raznih, a veš. Pa tudi recimo ful se mi je dobro, zdaj sem prišel nekam, recimo, hotel se naokolo kupiti. Deda vas jaz malo objavim, pa mi dajte dobro popusne, a veš. Pa gledajo pol kanal, pa se posvetujejo. Evo, pa vam dava mi 40% rabata, recimo, ne. Pa objavite, a veš z veselem, stari dobo sem 40% rabata, ne, prega ni bilo dobro, ne. Sem da zdaj vidim, da že recimo dobijo za 100 kolesa, ne. Ja. Ja, v bistvu za 40 rabata je v bistvu glih tok, da si pokriješ, da si nabavno ceno pokriješ, verjetno, ne. No, ampak se veš, če imaš firmo, vzameš pa na firmo, recimo, ne, si ga pa nekako poračunaš, ne. Ampak si ga zelo poceni kupil, ne, tudi pa recimo, če ga 3-4 leta prodaš, boš dobil ti za kar si ga dal, recimo, ne. Ali pa kako drugo stvar, recimo, ne. To da je mal, je kar plusno. Ampak se pravi, meni si je to šlo predaleč, no. Tudi te mladina, pa to, zdaj si misli, da bo influencerji, da ne vem. Jaz mislim, da je ful gužva. Ful gužva, ja, se to, a veš, pa ti zdaj so mikroinfluencerji, pa unijaki influencerji, pa ne vem, pa greš po mestu, pa vidiš punce, ko hodijo s telefonom, pa... Je bilo pa zanimivo, recimo, parim sejmim, recimo, te fitness sejmi, bodybuilding sejmi, kot se je mogel odreževati, recimo, ne, pa promovirati, recimo, izdelke na štantu, recimo, ne, vidiš, recimo, da prije nek, bom rekel, ena zvezda bodybuildinga, recimo, stojijo vrste slika z njem, pa pride pa kar en random tip, ko ne zgleda za nikamo, recimo, ne, photoshopirane slike, recimo, ne vem, full rich, močen na socialnih omrežjih, recimo, ne, prije z GoPro-jem, a veš, pa to pa ima zraven stari, 3x več ljudi, ko recimo res uspejo v bodybuildingu, ko res neko ime zastopiš. Ta influencer, ko ima full dober kanal, recimo, ne vem, ali TikTok, ali Instagram, karkoli zastopiš, ima pa zraven 3x več ljudi, ko mu dobil sem z roke, ja, veš. On pa recimo ni ne uspel, ne zmagal, veš kaj mislim, samo kanal ima nek, recimo, ki neki, ne vem, ki je dober kanal, vse ljudje ga sledijo, v koncu, ne, veš. Je upravičen, ker če ne bi bil dober kanal, ga ne bi sledili, ne. Ampak tako se ti malo zdi za manj, recimo, ne. Ta zdaj full easy prišel do tega, ne, ker pač bedarije snema, ne. Pa dela gnar, recimo, on tam pa kri pluva dobesedno, ne. Pa je sužen, recimo, eni firmi, ki mora za njih delati, ne, pa zdaj stoji tam, pa se mora napenjati, ne. Je zanimivo, ne. Tako se mi zdi, da je tako, res so ti ekstremi, no, to... Tak, ne vem, sicer kam bo to prepeljalo, no, ampak... Mislim, da bo na koncu ljudje tako sami pa to, tako si rekel, ne, takoj, ko vidiš, da je v bistvu nek tak reklamni kanal, pač greš dal. Kaj sem opazil, recimo pri teh, bom rekel, ono kripluve, ko sami to, recimo, so full, bom rekel, down to earth, so normalni. A veš, vsaka spreme, se pogovarja z njim, recimo, ti so pa stari, to pa letijo. To so pa fulsko fizično. Pa se v življenju zmerom tak, ne, če nekaj na easy dobiš, pa na hitrco, ne boš ceno, ne. To res je. Boš tudi čist drugačen odnos imel do vsega, ne. Ja, je že mogoče, no. Vse to influencerstvo pa trenerstvo, kdaj si pa recimo v to pot zašel potem? Veš kaj, v bistvu influencerstvo, kot da bi zdaj neki se ful izpostavljal kot osebni trener, se nikoli nisem, da bi ful promoviral, ne? Ker sem vedno imel dosti strank, vedno sem imel dosti recimo za delati, pa tudi gužvo, recimo, ne? Tudi da nisem rabil neke pretirane reklame delati, ne? V bistvu trenerstvo pa ne vem, vse veš, pač bil sem vodja fitnessa, delal sem z ljudmi, rabil sem licence, veliko sem se naučil, tudi to je bilo pa na nekem, bom rekel, na nekem koraku je bilo, bom rekel, nekako easy money, veš. Lahko zaračunaš višjo ceno, ker ljudje hoče s tabo delati, ne. Zdaj bom rekel, za te normalne ljudi, ko prije prvič v fitness, pa ko hodi recimo pol leta v fitness, bom rekel, je saj kdo si. Bom rekel, če imaš te osnovne licence naredite, pa če si malo v fitnessu, ne, je itak osnovni uvajalni program, spoznavanje stranke, v tem pol letu, enem letu ne boš nikomer mogel narediti, ne mogoče, veš. Pa ko se tam ostavi, recimo, ko dosti ljudi ne ve več koliko naprej, recimo, ne, tu pa recimo se lahko pohvališ, da imaš pa ti, ne vem, neko kilometrino za sabo, pa veš, koga boš sprejel, koga boš naprej obrnil, pa predvsem, da bo v bistvu človek, bom rekel, imel kvalitetno življenje, ne, a veš. Da ne boš se, ni težk človeka, bom rekel, nafila, da vsem, kar je možno, da bo eksplodiral, da bo tisto poletje na plaži izgledal res dober, ne. Je pa problem, recimo, če pride do kakih komplikacij, bom rekel, ne. Pa ga imaš pa lahko na grbice življenje, ne. Kaj pa lahko gre narobe? Bom rekel, vsi ti, bom rekel, čez noč trenerji, pa ti, ko so bili recimo mogoče enkrat na odru, bodybuilding, se posti kar enkrat trenerji, se poslužujejo, bom rekel, teh, bom rekel, nedovoljenih substanc. Raznih steroidov, raznih pripomočkov, veš, ko ti človeka res narediš mašino, ampak to ima vse kratke noge, no. Pa se ti zdi, da je tega veliko? Tega je zelo veliko. Tako recimo tako malo
ne vem, tako malo zasledil sem, no, da je dosti teh mladih fantov, ko se poslužuje takih in drugačnih substanc, ampak tudi obnašanja spremenijo takrat. To je zelo, bom rekel, tak nehvaležen. Nehvaležen posel biti trener, recimo, pa res dela, da veš, kaj delaš. No? Sploh ti mladiči, pa to, recimo, ko sem mlajši, veš, oni mislijo, da je to v bistvu odgovor na to. Predaleč šlo. Se mi zdi, da celo tudi amaterski šport, bom rekel, je hujši kot profesionalni. Ker ti, ko se enkrat prvo držiš tisti nivo, ko si ga dosegel, pa se moraš face delati, ampak tisti, bom rekel, amater si tukaj želi biti pro, da bo vse v sebe dal samo dobro. Še krajšo pot bi verjetno rad izbral, ne? Hitrejšo. Vsi bi se radi poslužili, recimo, ne vem, tudi ko gledaš reklame, vzamete to, bote hujša, hitreje, ne vem, jajte proti, ne bote imeli večje mišice, to je vse, bom rekel, boljši. A veš, če nimaš ti v bistvu življenja, bom rekel, navade vsakodnevne, prilagojene temu, recimo, ne vem, bom rekel, izbor pravih živil, ti v bistvu nič ne pomagali. Mogoče momentalno, ko jemlješ nekaj stvari, ti bo pomagali, ampak tako, ko se boš vrnil na star tir, v bistvu boš na slabšem, ko si prej bil, ali pa boš celo kako poškodbo staknil, recimo, ko te bo cel življenje tirala, recimo, ne. Boš imel cel življenje problem, te bo lovili s to, recimo, ne. Je pa tega ogromno, no. Je tega ogromno, tudi recimo, kot lastnik fitnessa, recimo, vidim, kaj se po fitnessu dogaja, recimo, jaz sem strogo proti tem, da se karkoli proda fitnessu, tega zdaj, recimo, ne. Zdaj, ne vem, mogoče sem bil en čas na slabem glasu, pač se veš, bodybuilder, ne, a veš, lega, ta sigurno neki jemlje, ta neki, ali se pika te fore, bla, 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 imaš pa neko stranko, ko je rata, recimo, ne, kaj ti je dal, a veš, to govorimo, zdaj po enem letu se vidijo, ne, od prejšnjega letu, ti je sigurno nekaj dal, ne. Stari, ne, 600 obrokov na dan imam, zdaj ti se stane, gremo laufat, gremo v službo, popodne ne pa še fitness trenirati, recimo, ne, a veš, to noben ne vidi samo si končni izdelek, pa kaj si vzel, ne. Ni, to ni. Bom rekel, tiste, ne vem, ko ti dosežeš nekaj, recimo, ne vem, za piko na i, govorimo zdaj spet tekmovalni bodybuilding, pa ne samo bodybuilding, v bistvu cel tekmovalni šport bazira na dopingu. Nažalost. Zdaj, dokler nisi v tem, ne veš. Ampak, bom rekel, doping, scena, svet je v bistvu vedno pred časom. Ker tam je velik denar. Tam so res denarja, veš. Tam, tudi recimo, v svetu sem recimo doživel, da sem imel trenerja, bil recimo, ne vem, šel na tekmo, sam one-man band, ne, tam se grem tisti barvo pofarbat, ne, a veš, sam za sebe, ne, pridem recimo, ne vem, en konkurenčni fant, recimo iz Amerike, ima 6 trenerja tam starih. En je bil samo za barvo, en je bil samo za tisto hrano, da mu je prinesel, da mu riži kako zadevo, recimo, ne. A veš, pol je bil en, ko mu je tišal iglo, tam za odrom smo videli, recimo, ne, groza, a veš. Samo on je pač v dane firme bil, ko je dobil 50 € na mesec. A veš, in tu je pol... To je tako, da bi šel gambling promovirati, pa tako naprej, ne. A veš, nažalost, ne, tu je v bistvu pol spet tista money making mašina, veš, ko je v bistvu ni važen, prvi ali pa mrtev, ne. In to je v svetu ful tega, ne. Imel sem priložnost tudi tekmovati v te velike scene, pa v bistvu, ko sem dobil pol od tega trenerja, ti spisek, kaj se bo nesem imati, pa kaj se je mogel imati, se rekel. Gremo v to smer? Lahko gremo, v bistvu. Kje je tista razlika? Nekje na tej poti, v bistvu, ko sem dobil te ponudbe iz Amerike, sem dobil ponudbo, pač, da bi tekmoval v IFBB, to je Olimpija, te zadeve. Ne bom zdaj omenil, kjer firma je vlada, slave luči meto na firmo, pač oni so pač, vsi vemo, da, tako sem rekel, to gnar, ne. So mi dali njihovega trenerja, v bistvu, pa tudi spisek, kaj se mora imati, a veš. Sem stal, ne vem, 32, 33 let. Potihem sem želel počasi otroke, ne, familijo. A veš, zdaj pa te zadeve, recimo, ne, lahko te naredijo neplodnega, recimo, lahko te naredijo impotentnega, ne. To je mat, a veš, ne vem, mogoče, če bi že imel familijo, pa že vse poštimo, bi rekel, zdaj pa pač čakaj, če sem pač neploden, vse sem ne rekel smisla, ne, a veš. In sem pa v bistvu, bom rekel, tak kar fejs to postran, pa sem se poslužil te masle menje, recimo, ko smo imeli doping kontrolo, ne. Pa tudi, da bi zdaj tam kaj imel, recimo, ne, to res pol, ne vem, dobesedno izpadeš pol bebec, ne, da priješ tja, recimo, pa doping kontrolo nekaj pokaže, ne. Pa so ti plačali, recimo, pot v Ameriko, hoteli so ti plačali, ne, na drugi strani ima sponzor, recimo, ko te držijo z denarjem, da promoviraš, ko podpišeš pogodbo, da ne smeš nikoli promovirati teh zadev, da če te dobijo s tem, v bistvu vrneš ves denar, kar si ga dal, veš. Imel sem dobro doktorsko plačo od njih, a veš, kje mi je to vrnil, stari, če to sem sproti zahulil. A veš. In ti je pol tudi malo prvo zdravstveno. Skozi po tanki liniji, ne? Dobesedno, ne. So zadeve, recimo, ko so, bom rekel, v sivi coni, ko nisi zdaj čist črna cona, ne. Sem zanimivo, če sem to prav razumel, se pravi, dejansko v bistvu ti dajo seznam, kaj moraš, ne? Ne, v bistvu ne dajo ti, oni to v bistvu dajo njihov trener. Ja, se nimaš. Pač oni iščejo nekoga, ko ima tu pa tu kil na odru, ko bo zgledal tak pa tako, oziroma ne na odru.
v njihovi reklami, ne. Ja. Zdaj pa ti pride do tega, ne. Ampak ne smejo te pa dobiti, ne. Ne smejo te pa dobiti, ja. Pomeni v bistvu odgovornost sam prevzemaš Ja, ne. v celi črtine. Točno tako, ne. To, ko sem pa tudi gledal, recimo, bilo je ful dobro plačan. Bilo je plačan takrat, mislim, da okoli $18,000. Plus dnevnice, plus... Glavno, kar lep denar bi naredil, ampak pol po drugi strani sem pa gledal, iz doma sem, pač nisem doma. Stanovanje bi si mogel sam plačevati takrat, točno, ja. Bil pa v bistvu v Virginiji bi ostal. V Virginiji začetek, pa nek New York, pa naprej pač cel plan je bil. Pa na koncu, ko sem potegnil recimo vse stroške, tudi zavarovanje moraš sam kriti, ne. In ko imaš recimo prav naslov, pri njihovo to zdravstveno zavarovanje, recimo lahko si zavaruješ 3 prste, recimo, pač trga ne, pač si zlomi samo oblečnik, ne. Zavaruje se proti krvnem raku, ko jih je recimo, ne vem, koliko vrst krvnega raka je pač, ne, ti se zavaruješ proti krvnem raku, tem, fašeš recimo klitizah, recimo, ko ni zavarovanje. Pa ko sem črto potegnil, bi mi dobesedno ostalo samo €5,000. Mislim, samo. To znare, zato delaš tist, kar te veseli, recimo, ne, kar ti ni težko, ne. Ampak spet z doma si, pa veš, imaš ta dobrega sponzorja, pa še malo delaš kako službo zraven. Pa če si... Pogor bi mogel biti, ne, okolje moraš... Najbolj starije. Noben ga ne poznaš, mislim, se spoznaš ljudi, ampak najbolj predvsem te me motilo v bistvu, da ti moraš biti, kot ti oni pokličejo, moraš iti v te GNC trgovine, se bila takrat, in si mogel biti, recimo, si v predavanje v eni trgovini, takrat si vam tam bi, oni ste spromovirali, prišli so veseli kupci, se slikali s tabo, si z njimi se pogovarjal, pač na svete delil, koliko je uživati te njihove zadeve, veš. Ampak to je tako, recimo, ne vem, 3-krat na teden moraš biti, ne vem, zdaj tle, pol v drugi trgovini, na 4. lokaciji, recimo, takrat, ampak ti moraš biti skozi radi, ti moraš biti skozi v formi, skozi nižjih odstotek maščobe zastopiš, ti moraš biti skozi, ne vem, bom rekel, na tisti meji, ko ni zdrava. Zdaj, nekdo, ko je ful dober genetik, bom rekel, ne vem, od teh črncev, Kitajcev, ko si videl, ko so jedli burgerje vsak dan, pa so imeli vse en six-pack, recimo, ne, oni so res ekstremi, recimo, ne, oni lahko to promovirajo, ne. Jaz tega nisem mogel, ne. In je pa tako, recimo, da pa, ko nisi v formi, odletiš. Se ti prekine pogodba, hvala lepa, naslednje. Ni zato, nisi bil v formi, daj drugič bod boljš. Si ali pa nisi, ne. In to me je v bistvu zmotil, pač nisem bil kos temu, no. Itak, veš, mlad si še ne rad bi šel živo, ne. A veš, to se popraviš na tekmo, deluješ z njimi, si off-season, poveš, da imaš malo trebučka, zdaj da nisi v perfektni formi, še vsaj si, bom rekel, 95% bolj zgledaš, kot vsi ostali normalni ljudje, bom rekel, ne. Ampak lahko je prvoš, lahko greš na party, lahko se sprostiš s prijateljem, lahko da kaj spiješ, recimo, ne, a veš. Imaš življenje, no, a veš, tam pa ni življenje, tam pa v bistvu res da narediš denar. Zdaj, če si, ne vem, naredi za to, ker tudi v bistvu ta odskočna deska, recimo, ko sem imel, je to začetek, ne. Tako, ko si ti pokažeš v javnosti, to imaš pa sponzorji, ki plajo, veš. Vsak za nekaj, ko bi ti se predstavljal, pa ti ceno postavljaš, ne. Tako da, recimo, en primer, en friend moj takrat, ko sem skupaj začela, Simon Panda, verjetno ga tudi dosti folka pozna, recimo, ne, on ima zdaj nekje 8 milijonov followerjev, recimo, ne. On to živi v Ameriki, recimo, ne. On vem, da takrat na mesec delo, pa to bilo na začetku, je delo okoli €80,000. 80 fucking evrov, stari. Jaz sem pa 200 evrov, pa si uful vesel, a veš, niti jaz, ne. Pa si misliš, kam me briga grem, ne, to ne, a veš, hvala Bogu, sem imel starejše frende, recimo, ne vem, ko se je malo smirali, pa to se stari ni vredno, ne. Ja, bi se zmerno nekaj žrtvuješ, ne. Ja, res. Vedno zdaj, če žrtvuješ ti, ne vem, svoj čas, ok, časa ne moš kupiti nazaj, to res, ampak pač žrtvuješ tiš čas, da res te ni 2 leta, pa narediš nekaj, pa si pa življenje poštimaš, recimo, ne. Če žrtvuješ pa zdravje, ne. Se veš, ko pride pol do problema, ne, sploh s tem zadevim. Se recimo, če neki mladi pač hočejo na hitrico dobiti neke rezultate, ne, na kaj jih opozoriti v bistvu, kakve so posledice v bistvu sploh takih ekstremov, ne? Zelo težko jih je opozoriti, zato ker v bistvu te ne bojo poslušali. Oni že imajo neko sliko v glavi, on bo to vzel, ker nekdo na TikToku, ne vem kjer, Johan III, ne, ko je zdaj najbolj odmeven, govorim, zmišljujem si pač, ne. Nekdo recimo, ko je najbolj odmeven, ker on jemlje tren, zastopiš, ne, zdaj moramo vsi tren imati, ne, a veš. Zdaj, kot lastnik fitness centra, recimo, dostakrat vidim, ko pridejo te mlajši fantje, ko jemljajo stvari, recimo, ko jaz nikoli nisem sploh srečal na moji poti bodybuildinga, ne, ko so ful toksični pa to, ne. Vse naredijo z njega, veš, pa se mu žile poznajo, recimo, ne, a veš, bolj draje, mišno maso dobi volumen, ne, ampak ti si toksičen za jetra, za ledvica, ne vem, za prostato, recimo, ne, ampak spet je razlika, ne vem, 16, 18, 20 let star fant, ko to vzame, hvala Bogu nima gnara, da si to naprej kupuje, da ne bi skozi to imel, recimo, ne,
bom rekel, tisto mlado telo se nekako poštima, ne. Se nekako poštima, se telo zliže, se popravi, ne, ker ipak je telo mašina, taka, ko v bistvu ne bomo nikoli namjasni, ne. Bom rekel, starejši, ko si, manj se s tem opadaš. Ker se telo ne popravi, ne. Tam po 24 letu naprej, recimo, se začnejo pol tisti downside, res tisti hudi, ne. Kot naprimer? Recimo, ne, jemanje testosterona, recimo, to je najbolj pogosto, kar si jemljejo vsi. Bom rekel, ko srečujem, ko imajo s tem probleme, ti vzameš testosteron, letiš. Stari, ti imaš v bistvu spolni hormon, tvoje na višku, ne. To je, če spore ven šprica v ženske te voha, dobiš, ti si neuničljiv, ne. Ampak to je, bom rekel, ne, 6 tednov, 8 tednov, 10 tednov ti letiš, pa se pa začnejo stranski učinki, ne. Nekateri že prej, recimo, nekateri pa nikoli. Čisto tako, spet. Nekateri pa jemljajo cel life, jih poznamo, ne par, nobenega problema, še familije imajo. A veš, ampak večina, bom rekel, tega ni zdravo, ne. Ni zdravo, stranski učinki, največkrat se zgodi, recimo, kar sem srečal, ne vem, na svoj poti impotence, recimo, ne. Zdaj, ko ti to jemlješ, ti letiš, ti si nor, ti bi, to je tako, da viagreš, a veš. Pa v bistvu, ko ti to s tem prenehaš, tvoj telo ne proizvaja, ker si ti umetno, v bistvu impuls v telo ne proizvaja, ker ne raje proizvajati. In zdaj tista, bom rekel, tista luknja vmes, preden se telo upomore, če se upomore, če si bil prej zdrav, tako treba, ne, je lahko tudi včasih 3 mesece, lahko včasih 1 leto, recimo, ne, a veš. Zdaj pri nas, ko nismo imeli interneta, ko nismo tega imeli, recimo, ne, se komu to zgodilo, si bil tam, starih, še vprašal. Doma nisi vprašati, zdravniku si šel, si povedal, kaj si naredil. Ne, si nor, umrl boš, nekaj to je mata, veš, kaj mislim. Ne. Zdaj je to tako, recimo, ne vem, to si je malo, zdaj bomo tole naredili, pa krvne preiskave, to ne štima, veš, pa so že zadeve v bistvu, ko se ve, kako brnati, pa kako se poštimati, ne. Če ni prepozne. V bistvu ni hec to, no, ni hec. Zato v bistvu imaš malo bolj debelo roko, pa da malo stopaš v družbi, hodiš škol, jemlješ določene stvari, ko nimaš pojma o njih, recimo, ne. No go, ne, no go. Spet tekmovalni bodybuilding, profesionalni športi, je vedno nekdo v bistvu, ko to nadzira, no. Če si na tistem nivoju, ne. Je pa žalostno, da ni še šahisti jemljajo stvari, recimo, ne. Recimo najbolj tak šport, recimo, ko je bil najbolj ostal v spominu, recimo lokostrelci, ne. Oni jemljajo določene stvari, v bistvu, ko jih bodybuilder jemljajo, veš, da se jim srčen puls zniža, recimo, ne, da so močnejši, tako ne mora držati, veš. Da se jim dobesedno čas ostavi v tistem času, ko on napne pušico, najde cilj, se mu umiri srčen puls, se mu ne trese roka cap. A veš, zanimivo, recimo, ne. Tudi, ne vem, recimo šahisti, brainstorming, recimo, da možgane nabustajo do konca, ne. Posod je tega, ne. Kolesarji, recimo, ne. Ja. Itak znano, ne. Ja. Tudi v vsakem športu je v bistvu, bom rekel, da vam za komu krivico delo, ja, so talenti, nič ne rečem, vsaka čast, ampak spet, ko je tisto gnar nazaj, v bistvu je vse pod vprašanjem, no. Vsi športi so šli, tako smo na začetku začela, vsi športi so šli v ta ekstremne. Ja, je pa res, da bodybuildere pokažeš, lega tega. Ja. Ta nek jemlje, ta je naduma, lega, 150 km. Tega najhitreje, ne? Ja, pač, a veš, se vidi, ne, ne moreš skriti, ne, a veš, enemu kolesarju, pa enemu, recimo, ne vem, atletu, pač se to ne bo videlo, ne, a veš, se bo videlo, recimo, ko bo pretekal, ne vem, 20, ko da nič ne rejo, še zdiha ne bo, ne. Se pa, a lahko brez tega nekdo Ja, doseže? lahko, mislim, da lahko, no. Na Vse kak da. način? S treningom, z voljo, s pravilno prehrano, s pravilnim pristopom, a veš, pa če si talent, recimo, ne, nič ni težko, ne. Nekaj danes je v bistvu vse na fiziki, ne? Se pravi, koliko boš ti dal treningo noter, koliko boš ti dejansko dal energije notne, pa koliko čim krajšem času. Mislim, da veš kaj, vedno rad tako, če priješ enkrat na nek profesionalni nivo, rabiš nekoga, ko te smerja, ko te pelje skozi to, kar sam ne moreš, ne. Ker v bistvu pri treningu ni vedno tako, koliko boš dal noter, boš ven dobo, ne. V bistvu je, pa na neki točki je v bistvu manj ne več, ne. Narediš res tisti trening, hud trening, ga moraš narediti, recimo, presežeš vse meje, ampak pa se pomiriš, pa daš pa 2 dni, recimo, mir, počivaš, da se telo a veš postavi nazaj, ne. Pa ga spet obrniš, recimo, pri določenih športih, ne. Določeni so pa v bistvu vsak dan, ne. Vsak dan garanje, dobesedno, ne. Je meni v bistvu filozofija NBA nivoja, ne, mi je zanimiva zaradi tega, ker oni imajo tiste pripravljalne tekme, preden se sezona začne, ne, tam so v bistvu fizične, ne. Potem imajo pa toliko pogosto tekme, ne, da dejansko so veliko na poti, ne. In imajo samo te šuterske treninge, pa te v bistvu, pač te osnovne take smeri, ne, skozi celo sezono in dejansko imajo tekme, ki so dejansko neke vrste treninge. Ampak če pogledaš zgodovino, recimo, na Dennis Rodman, ne. Ja. Stari, oni so imeli tekmo, on je letel v Vegas, bil zadet, pijan, cel vikend so prišli po njega, odpeljal na tekmo, je bil najbolj šuter, recimo, ne. Danes bi ga suspendirali. Ampak to je talent spet, ne, a veš. Nekdo recimo, ne vem, jaz da se ga napijem, stari, jaz, do koša ne vržem se dan, a veš. Ja. To so talenti, recimo, on ne rabi dopinga, ne.
Veš, on je sam doping, dobesedno. Ampak, veš, nekdo lahko, nekdo ne more. Mi večini, bom rekel, navadni smrtniki nismo tega, ne moramo brez tega, mislim, brez da bi, ne vem, brez da bi nekako mogel res držati, pa iti na tekmo, pa iti pol ven, recimo, pa se ga razbiti, pa pol nazaj biti normalne. Ni šans. Ni šans. Pa vsak let je teže, ne. Mislim, vse to so... V bistvu pri otrokih je v bistvu najbolj žalostno to, no, ko jih preveč preforsiraš, ne. Ja. Prevelika pričakovanja, ne. In potem se v bistvu tu začnejo lomiti, že mogoče tudi pri voli, ne. Že kar na začetku, ne. In osip je takrat vedno bil tam pri 16 letih, ne. Zdaj pa v bistvu so, kakor pač nekako pride informacije tudi do mene, pa tako, ko se pogovarjam, tudi zaradi tega, ker so poškodbe že precej hitre. Ja. Ker se jih preforsira, ker nimajo počitka, ne. Ampak zdaj dobro, te dobe informacije v bistvu imamo. Če ChatGPT napišeš, ne vem, da se ugovarja z, recimo, govorima zdaj na pamet, rokomet, recimo, ne, kakšen je bil vadba rokometa, recimo, ne vem, koga na tem trenirati, recimo, dobiš ful veliko informacij, ne. Ko so, bom rekel, nekako, niso zdaj to, kot, bom rekel, od nekega trenera, ki ima kilometrino zad, ne moreš se sploh s tem, ampak imaš neko istočnico, da vidiš, da kar je preveč, nehaš, ne, nekak, ne, tega čas ni bilo, ne. Se mi pa zdi, da recimo pri teh športih mladih so največkrat problemi staršev, ne. Ko starš nečem ni uspel, ne, pa forsira otroka, ne, ker nima motivacije, nima volje, ne zanima ga, ne, on bi raje kaj druga delo, ne, ampak ker je fater ni uspel rokometu, tenisu, kjerkoli pač, ne, mora pa sine to delati, ne, pa pol tisto, ne vem, da je pa pri 16 se pa zalomi, recimo, ne, ko prvič zavoha žensko. Ja. Recimo, ne. DJ si tudi, ko si najdejo puncu na HS kariero, da je dosti takih. Tudi v fitnessu je veliko to, recimo, moj čas se spomnim, ne. So bili fanti, recimo, pretežki, nisem imeli postave, 2 leta res sadem v fitnessu, six-packi, najde punco, bum, ni ga več. Številka ne obstaja. Ej, stari, gremo kaj na trening. Ej, veš kaj, tam sem pa z moje, ne morem. Pa ga ni več, pa ga sečeš 2 leta. Debel ga spet, ko pa ti? Ja, noč pstila, me. Ja, da točno veš, koliko je samskih. Ja. Pa v večini je tak, no. Sej, a je tež biti trener danes? Ja. V bistvu težko je biti trener, bom rekel, spet bodybuilderjem, vrhunskim športnikim, ker tam res rabiš dela z njih, ne. Se pravi, nekdo, ko je v pripravljalni fazi, res moraš, res ogromno dela, ne. Pa vedno si ti pa kriv, ne, če kaj ni, ne. A veš. Jaz v bistvu kot trener, recimo, če dobim kakšne, recimo, bom rekel, popraševanje po pripravi na tekmo, pa to rečem, da nimam časa, no, čist tak. Imam reje normalno ljudi, ki želijo kvalitetno življenje, ki želijo dobro izgledati, ki želijo funkcionirati normalno. Kaj hoče, ne vem, iti športati, bilo kak šport, pa dobro izgledati ob tem, recimo, ne. Pa zdrav način življenja, v bistvu, ne. V bistvu ni druga, kot nekoga naučiti, koliko jesti, kdaj prave stvari jesti, pa da mu daš tisto, v bistvu, tisti trening, ker mogoče ni sposoben, da sam delati, ker rabi enega, da ga vidi brca zraven, recimo, ne. Da si na tisti uri z dnem, pa ga ti dobesedno vidi brcaš, ne. Zdaj pa to, ampak vedno mu daš neko voljo, neko tekmovanje, nekaj najdeš njemu, da dobi motivacijo, da dobi voljo, ne. Če na začetku, pa pol kasneje sigurno, ne. Sploh po tistih prvih 3 mesecih, recimo, ko okolica, recimo, vidi, da se nekaj dogaja, pa ga malo pohvali, stari, kaj si pa ti naredil? Le ful dobro, skušal si, recimo, ne vem, leko s tobom mišljena masa, recimo, ne vem, stari, tvoje prsa, kaj se dogaja, veš, pol se jim dobro zdi, recimo, ne. Je pa tako, da v bistvu velik problem v trenerstvu je, ko pride ljudje, recimo, ko so že, bom rekel, 35, 40 stari, ko niso cel življenje nič delali, ne. Cel življenje so hodili v šolo, oblikovali nek posel, recimo, ne. Niso nikoli skrbeli za sebe, recimo, zdaj imajo pa probleme, koleni bolijo, recimo, ne vem, križ, gibljivost, pisarniška dela. In zdaj pole, bom rekel, pri teh 35, nekateri že prej, tista druga faza, ko odraščajo, ne, se pravi puberteta, ne. Tista druga puberteta, ki bi pa oni zdaj šli z jahtico ven iz Marince, ne, ker si jih znano rekel, žele delo, pa da se six-packi vidijo, ne, pa da bo na 20 let se kolvozo, ne. Nažalost, stari ne moreš, ne, zamudo si. Cel life nisem nič delal, ne moramo narediti nič. Vse bom vzel, vse bom pojedel. Pa misliš, da je res nemogoče? Zakaj? Mislim, nemogoče. V bistvu je mogoče, vse se da. Ampak tu sem pa spet v tisti coni, v bistvu ne prepovedanih substanc, ko pa spet, ne vem, se veš, bi spet vse v sebe dal, ne, da bi nekaj naredil iz tega, da bi izgledal dobro, ne. A veš, pa vsakom rečem, kaj ti pol nuca, recimo, če pa ne vem, boš šel dol, pa ne boš mogel zadovoljiti svoje drage, recimo, ne. Boš imel problem, ne. A boš kaj boš pa, ne vem.
Je pa zdaj v bistvu ena zelo zanimiva smer, bom rekel, zadnje 10-15 let, recimo v TRT. To je v bistvu nadomestek testosterona v telesu. V tujini je to že zelo dolg aktiven, se pravi, imaš ti svojega zdravnika, greš njemu, pač stres vsakdanji, napor, nepravilna prehrana, alkohol, ne vem kaj vse, v bistvu daš kri pogled, imaš visok estrogen, nizek testosteron. Tvoj telo enostavno v bistvu nima dosti testosterona, oziroma premalo. In se v bistvu pol dodaja testosteron umetno, pač to, kar bodybuilderi izkoriščajo, se pravi, tukaj si user, nisi abuser, bodybuilder se pa abuser, recimo. Pa bi rekel vrhunski športniki, ne. Ni pocen, prekomerno imanje, ja. Ni pocen stvar, recimo to, ne, pač imaš nekoga doktorja, ki ti plača, da bo v bistvu enkrat na teden, enkrat na 14 dni, enkrat na 3 tedne, oziroma odvisno, koliko se zmenta z doktorjem, odvisno, kot ti doktor pove, ne. Daš kri, plačaš ti si 200 €, pač ko stane, da ti pregleda vse markerje in te pač doktor vodi, koliko časa ima, recimo, ne. Ampak to govorimo, da to je kvalitetno življenje, to je se pravi, da imaš ti manj stresa. V Nemčiji nekje sem zasledil v bistvu podatek, da že vsak tretji menedžer je na TRT, recimo, ne. To je pa zdaj spet v bistvu, bom rekel, pametna smer, ker imaš nekoga, ko nadzira, kaj delaš, ker nisi abuser in življenje v bistvu imaš res kvalitetno s tem, ne. A veš, ker ti v bistvu, če si dobesedno razpadaš od stresa, od vsega, nisi več alfa samec, prideš v pisarno, si poklapan, brain fog, recimo, ne znaš razmišljati, ne. Ker tudi pa, ko greš ti zdravniku, recimo, da imaš problem, ne, ti tudi zdravnik da pol istočnice, recimo, pejte v fitness, najte s trenerja, ne. A veš, in pol tu v bistvu ta povezava s trenerjem, ko ti trener v bistvu pove, kaj je treba jesti, koliko je treba jesti, trening prilagodi tebi, recimo, ne, istočasno v bistvu imaš pa ti, bom rekel, nivo testosterona, bom rekel, moče, malo višji, kot si ga prejmejo, kar je ful dobro, recimo, ne. A veš, potenca, vse je tako treba v bistvu življenje, ampak je pa spet, rabiš pa v bistvu monitoring, nenormalno. Zdaj pa dosti ljudi, ko s tem začne, pol tisti monitoring se pa vsi postanejo pametni, delajo na svoje roko, recimo, ne, doktor ni več, pa sami malo dozo dvigne, recimo, ne. Pa malo več jemljajo, sicer itak spet letijo, pa ne. Je pa res, da niso v tisti fazi, kot bom rekel, bodybuilder, ne. Čeprav dosti jih pol, se veš, pa so razni forumi, spet internet, Instagram, razni trenerji, ko delujejo online, pa ti pa reče, to vzam, recimo, ne. Zdaj pa, ko so ljudje pametni, ne. V bistvu to je zmerom, to so take receptorji, ne, ki ti sporočajo v telesu, jaz bi pa še tako kot za sladkor, pa vse ostale stvari, ne, ker ti paše, ne. Dobesedno. In v bistvu ti dansko telo malo zavedeš, ne. Dobesedno zavedeš. A veš, ti, ko si star 50 let, recimo, ne, se počutiš, da si star 25, 50, spet si 25 star, veš, kaj mislim, spet si poln energije, veš, zjutraj se zbudiš naspan, spočit, v glavi imaš točno vse razdelan, kako, kje, zakaj, veš, kaj mislim, ne. Bom rekel, to je pa že v bistvu neki izkoristek. Sicer to v Ameriki, recimo, že to ful dolg laufa, ne. Že to ful dolg laufa, recimo ti fitness igralci, pa to recimo, ne vem, jemljajo rasnih hormon, že se spomnim, ne vem, že 20 nazaj sem zaslil, recimo, jemljajo kao Forever Young. A veš, male količine, recimo, ne, spet nadzirajo, ne. Zdaj, koliko se bo to v prihodnosti pokazalo, je pa res, da ful dosti teh bodybuilderjev, recimo, so stari 60-70 let že, še vsi živijo, noben je umrl, nobeno se še ni povestil, ne. A veš, funkcionira, ne. Pol je pa spet vprašanje, ali hočeš več 70 let v primu, skozi si redi, ne, stedi, a veš, vse ti funkcionira, ne, pa se pač pol, recimo, ne vem, govorim, a Bog ne daj, da to je stočnica za to, ampak karkoli, ampak na glas razmišljam, recimo, ne vem, si dal vse, kar je možno skozi, pa umreš pač, ne vem, zdaj pač pri 70, 75, recimo, ne, ali si pa recimo od 50 naprej dobesedno bogi. Debel, zanemarjen, potenca ne dela, ženske nimaš nobene, a veš, hodiš niso službo, čakaš dobesedno na smrt. Pa živiš pa 80 let, recimo, v tej bedi, recimo, ne. Pa to je v bistvu zelo velik procent ljudi, ne. No, a veš, kaj je zdaj, vprašanje, kaj je zdaj tu? V bistvu noben ne bi rad umrl, pa se matro do smrti, ne. Umrl, vsi, veš, kaj mislim, ne. Ne bi se rad matro, ne. Pol, ko si star, recimo, reva, 80, ne, ja, je malo se stvari, kaj zdaj, ne, a veš, imel sem se fajn, živel sem vrhunsko, če bi, ne vem, 20 let prej luč ugasnil, ne, sem saj nekaj doživel, ne. To je bilo, mislim, da je bil od Rolling Stonesov, kjer je že glavni pevec, Mick Jagger, ja, za njega je bila ena taka fun fact, ne, da za Steve Jobba, ko je imel dejansko največ denarja na svetu, ne, pa vse možnosti je imel, ne, je umrl pri 56 letih za rakom, ne.
Ni mogel se pozdraviti, ne. Mick Jagger povedal vse, Kar je možno. V nosu sedel, ampak pleše, skače, zdaj pa ima zdaj še kar turnejo, ne, pa ne vem, koliko je, 70 let star, ne. To so ekstreme, veš, isto pri bodybuildingu. Meni se fulje manj stvari, ne vem, določene stvari, tako, ko, ne vem, zdravila, res nenormalna, steroidi močni, pa in nočni. Recimo en zanimivo nadaljevanje tega teze je bil to, ne, da če ti živiš srečno življenje, pa zadovoljno tisto, kar počneš, ne, je to v bistvu tak nek hormon sreče, ne, ki ti daje ta, ne, in v bistvu, ne vem, tako da bi izničil vse tisto, kar, ne. Ja, sam se, če si vesel, če v bistvu, točno to, se strinjam. Če tudi služba, recimo, ne, če greš ti z veseljem v službo, boš uspel, ne, ker delaš tisto, kar te veseli, ne. Če greš pa ti sada nekomu, za nekoga delati, bom rekel, službo za nek tekoč trak, ko se že naslednji dan, ko se spomniš v nedeljo, da moraš ti ponedeljek službo, se ti vse ugasne, greš ti, pa živiš tisto življenje, recimo, ne, je razlika, ne. Ja, denar je tisto, ne, ki vleče, ne. Pa ni tu denar, se v bistvu, ne vem, jaz sem zdaj prišel v fazo življenja, recimo, ko mi denar, ne, da mi ni pomembno, ni tako, veš, ampak zdaj mi je to, da imam, da so računi plačani, da lahko, dobro, na stran, da zelo malo, ne, da lahko v bistvu provajdam familiji, da ko prijemo v trgovino, da ne rabim gledati, kako skaj stane. Se pravi, da lahko si kupim žemljo, pa lahko si kupim steak, a veš, tu pa tam, vse, ne, a veš, ampak sem vesel, recimo, da so računi plačani, pa da imam tisti čas za familijo, da sem lahko s svojim den punčkim doma, da ne rabim delati cele dneve. In tisti čas mi več pomeni, kot ves denar. A veš, zdaj pa, ne vem, recimo, imam tako spoznanje, ne vem, v bistvu delaš od jutra do večera, da v bistvu služiš več denarja, da si kupiš pol stvari v bistvu, da impresioniraš ostale ljudi, ki mi tako vse za tebe. Ti si pol nek kralj, se prideš z nekim športnim avtom, si oblečen v firme, pa reče, ale ta ima stil, to je ful dobro to. V bistvu si oprazen, dobesedno, nimaš familije, pa tudi če imaš familijo, oni imajo tebe, ne, a veš. Ne vem, zdaj pač različni smo si ljudje, ne, eni damo ful na familijo, drugi dajo ful, recimo, ne, imajo familijo, pa delajo dole določene stvari, okolikor pač so izpostavljeni, ne vem, pa imajo ljubice, bom rekel, a veš, karkoli, ne. Nobenega ne obtožujem, vsak ima svoje, veš, kaj mislim, ne. Če je to njemu life, super, ne. A veš, in v bistvu vsak se nekaj odloči, jaz sem se pač odločil za familijo, pa otroke in mi to v bistvu neka svetinja in da lahko njih provajdam, da lahko gremo na počitnice skupaj, a veš, to mi je največ, ne. A veš, pač ne vozim avto za 100 evrov, tako, frendi moji recimo, ne. Pa dobro, se dosti je sposobni, bom rekel, pač jaz nisem tako sposoben, ne, da bi to naredil, ampak ne rabim pa cel dan delati, hvala Bogu, no. Ja, valute za plačilo je več, ne. Ja. Ne, ni samo denar, ne. Tudi zadovoljstvo, čas, familija, ne. Res je to, ja. Pa to, da nisi preveč požrešen, ne, veš. Vse, ko si star 20 let, bi imel vse, ne. Jaz v bistvu to požrešnost dejansko ti daje okolica, ne. V bistvu te skozi programirajo, ne, ti moraš imeti to, ti si moraš zdaj to, ne, zdaj so novi standardi, da treba nov nivo ljudje. Je nekaj, kar sem se opazil v Sloveniji, recimo po tujini tega ni, ne. Tle recimo, bom zdaj govoril čisto kot osebnic, ne, recimo, če se nisem pripeljal z dobrim avtom, ne, me noben ni povohal. Ok, jaz sem si recimo zgradil ime, pa s tem tekmovanjem, pa z reklamo, pa po tujini, pa vse posod, pa v revijah sem bil, pa vse posod, pa me pač ljudje so tam spoznali, tisti, ko sem iskal, recimo, ne, ampak recimo en primer, preden sem toliko uspel, sem bil osebni trener v Ljubljani, delal sem 3 fitnessih, kupil sem si Smarta. Stari Smart je bil top, jaz sem parkiral tam, ko je bilo za kante parkirati, vedno sem imel parkirišče, a veš, računal sem pač takrat nekaj, bom rekel, 350-400 evrov mesečno, imel sem, bom rekel, zdaj izpostavil, dve stranke, recimo, ko smo ful dobro, delali smo pol leta skupaj, ful dobro, six-packi, starejša oba, veš, ful vesela, žele, se mi obrnila, stopiš, ampak ona vas stojite v fitnessu s tem svojim menedžerjem, prijateljem, ne, pa se pogovarjajo, ne, moj trener pa vozi Porsche, ne, lega, tam ima Porsche parkiranega, ne, ja, moj pa zdaj prišel s Kube, pa je prišel tam, recimo, ne vem, pa ima neko mlado Babyco, pa ne vem, Rolexa nosi, ne, pa fura, ne vem, SL-a, Mercedesa, ne, tam moj, pa tam cel bogi, ne, ja, moj pa ima Smarta, ne, se je ful pamet, ne, ful ekonomično, kao, ne, kao, ne, ko pa ti njega plačuješ, ne, 450, ja, mi plačujemo Jurija, kao, ne, veš. Pravo namirjeni kurce, dobesedno, ne, veš. Hudo da več zdaj, ne. In sem zgubil stranko, stari. Zgubil sem stranko. In zdaj si je pa frenda mojega, ko računa 850 evrov, pa blage ni imel. Pojma ni imel, stari. On ima devo za jaz, ne vem, take bedarije, pa ne vem, vse pa smo se enkrat srečali, mu ful žal, ne, ampak je pač, a veš, in pole sem takrat si nikoli ne pozabil, kupil nekaj Audija na leasing, kredit, sposojo, vse, kar je bilo možno, kabrioleta, zlate barve, zastopiš, se prepeljem pred fitness. Ljudje so mi zelo gledali, stari.
dvignil sem ceno. Zdaj pa boš, da dam kar ceno, neko hudo ceno, ne? Ker sem imel tako v glavi, da pa venjatni kot svoj fitness imel, pa tako, če nisem svojega fitnessa. Stari dvignil ceno, noro, noro. Folk je prav, sami so ponujali, veš. In to mi je ful smešno v tem Sloveniji, recimo, ne vem, a jaz nisem za kruh, stari, jaz sem dobesedno na Kraspo za tisti leasing skupaj za benzin, sem dobesedno šparo, veš, kaj mislim, ne, da sem se pripeljal tja, a glumo sem stari, jaz najbolj uspešen, reka fura, me to zdaj, carsko, a veš. A je pa res, da sem pa v bistvu z tega naredil, ampak spet pa tisti stroški, pa se pokazati po družbi, pa iti ven, pa piti šampancek, pa neki, pa, ne vem, ampak to sem opazil samo v Sloveniji. Mogoče še je to recimo špila, ampak v Sloveniji. V Italiji recimo friend, ful dober osebni trener, v Rimu, on se pripelje, on ima pijačo čajota. A veš, to on Pony Express mali, on motorček, on se stisni v fitness. Keša ima tu da konc, da stopiš kupaj, se ne vem, full flat, dober, ne, z džakuzijem, ne vem kao, gor po streho, ne, v Rimu, kot ne moreš kupiti tega, ne, ampak kot neka stranka cenijo, veš, čeprav pametno razmišljaš, ne. Pa misliš, da se ta shift obrača? Ne vem, jaz recimo jaz mislim, da se eno. Da ljudje gledajo malo več na notranjost, pa več na osebno stopnjo. Ne, jaz mislim, da je človek slabši. Misliš, da je še slabši? Jaz mislim, da je človek slabši, res. Ker zdaj v bistvu, če ne voziš dobrega avta, sploh na mene ne voha dobesedno. Če nekaj ne stopaš, da nisi nekaj naredil, da se neki tvoje ime nekaj blesti, recimo, ne, si pač pohodite dobesedno, ne. In ful mojih frendov fura avto na leasing, plačuje za tiste avte dobesedno, da si od usta trgajo. Ampak imajo pa tisto svoje mesto v družbi, recimo, ne. Nažalost, ne. Like attracts like, ne. Ja, nažalost, ne. In tudi zdaj vidim, recimo, ne, bom rekel, zdaj čist primer, ko sem imam svoj fitness, recimo, ne, mogel sem si kupiti avto, spet avto na leasing, recimo, ne, koliko se to smešno sliši, ampak moram nek vtis devati ljudem, da sem uspešen, da vem, kaj delam, recimo, ne. Kar se mene tiče, jaz bi se narad spet smartno vozil, ne. Dobar, pustim, zdaj imam familijo, hočem, da smo varni, ko se peljemo na morje, govorimo enako iz leta, veš, vsem, dober, tudi ne furam, govorim, kot da furam vesolsko ladjo, ni, ne, ampak bom rekel, mogoče celo malo iznad svojih zmogljivosti, bom rekel, no. Tako da v bistvu moram rekel, dodatno delati za tist leasing, ko ga moram plačati. Ampak se pol to nekako poklopi, ne, nažalost, no. Ja, se bi se verjetno pol pride toliko več strank, ne. To je tako, da bi dal v Facebook ads, ne. Recimo, tudi ko priješ nekam pol, veš, na sestanek z nekom, recimo, ne, ker realno roko na srce, osebno trenerstvo je v bistvu za tiza, ko imamo več pod palcem, no. Čeprav sem cene, bom rekel, normalne, nizke, to, ko imajo ostali, ker tudi trenerji smo trenerji, veš, kaj mislim, ne. Zdaj nisem nelojalna konkurenca, da cene nižje, tako ostali delajo, recimo nekateri, ko so pač, ali pa nisem pa ono najhujše, ne, da zdaj pa ne vem kaj, ne. Pa bi lahko, recimo, mogoče, ne. Boš imeti pa, recimo, ne vem, 4 stranke, one, ko ti več dajo, pa ko 8 novih, recimo, ko jih pol računaš, ne, a veš. Ampak nekako sem vsem dostopno, no, ampak kogarkoli v bistvu celi zgodovini teh osebnih trenerstva, za nazaj gledam, recimo, ne vem, nisi mogel vsak prvoščiti osebnega trenera, ne. In zdaj, če nisi prišel z dobrim avtom, dobro oblečen, tisti nastop, kao jaz sem kralj, ne, tudi nisi dobil take stranke, ne. Nažalost. Moje vrednote so čist druge, moram priznati. Ja, sej, verjamem, tudi moje so v bistvu, ne, ampak ne, sej, ker, to je tista kruta resnicost, ne, pač sodobnega sveta, ne, posla, recimo, ne. Ja. Tudi ko vidiš nekega poslovneža, recimo, ne vem, ko ima Rolex gor pa obleko za par ure, recimo, ne, veš, da se trudi, da ima za to, da bo v bistvu se pokazal, da je uspešen, ne. To čim tisti, recimo, ko res imajo, ne, stari, oni so oblečeni za, kaj je bil časih na family shop, stopiš. Dobesedno. Tudi, ne vem, dosti strank imam recimo v fitnessu, ko ne bi nikoli rekel, recimo, da so ful uspešni, da imajo milijonske filme zat, recimo, ne. Pa se pa pogovarja s človekom, kaj pa delaš ti, ne, recimo, govorim že po 2 mestih, recimo, ne, ali pa reče, čuj se stari, zdaj pa en teden ne bo, grem nekam, ne vem, v Tokio. Ti si, what the fuck greš ti v Tokio zdaj, recimo, ne. Ja, ne, imam firmo, poslujem, tam imam poslovne partnerje. Čak, kaj pa delaš ti? Ja, imam firmo, lansko leto smo 7 milijonov imeli dobička, recimo, ne. A veš, pogledam človeka, nima Rolexa gor. Ni oblečen za ne vem kaj. Lepo je, oblečen, vljuden, down to earth, nobenega kurčenja, recimo, ne. Jaz mislim, da sta te dve skupine ljudi, no, ko sta si yin-yang, ne. Ja, dobesedno. V nekem. Ampak on tudi noče izstopati, ne. On tudi noče zdaj imeti six-packe pa z jahto se fura tako, da ga bosi videli, a veš. To je spet pol. Tudi ko te pisal tak človek prije v fitness, tudi vprašal, recimo, kako imaš pa ti, ne vem, rezultate, ne, s kom se pa kaj delal, ko imaš pa kaj stranke, imaš kaj za pokazati, recimo, ne. Ampak večinoma je to tako priporočilo od nekoga, ko je že v bistvu bil
ko je uspel, recimo, ne, ko se mu je življenje obrnilo, recimo, bom rekel, za čisto zaradi fitnesa. No. Ker si pa, recimo, bom rekel, samo osebni trener tisti, v bistvu, ko dosti ljudem popraviš življenje, ne, res bolj kvalitetno. Ne. Prej si ni mogel čevlja zavezati, recimo, ne. A veš, zdaj pa igra nogomet, recimo, ne. Prej ni mogel žene poštimati, kot treba, zdaj pa poštima, ne. Ker mu ni več treba na pot, pa recimo, bom rekel, s treningom, s pravilno vadbo, recimo, tudi hormonski nivo v telesu dvigneš, po naravni poti, ne rabiš nič imati, ne. Pol smo proteinski šejkec, recimo, ne, pa kakšne aminokislince, to je spet. V bistvu fitness je način življenja, ne? A veš, pred 20 leti, recimo, si komu rekel, da piješ proteine, ne. Steroidi, recimo, ne. A veš, zdaj imaš pa proteine v bistvu vsake trgovini, že ne. Ko lahko kupiš zmešan šejk, pa skrat spiješ, ne. Ko gre recimo to naprej, ne. Ja, v bistvu ta razvoj se je naredil, ne. Fitness industrija, mislim, da je zdana izmed tistih cvetočih industrij, v bistvu, ko je res face v porastu, ne. En primer, recimo Kitajska, bil sem prvič 2018 za to firmo na Kitajskem, 2017, ali že 2016, najbolj še 2016. Takrat ni bilo proteinov na Kitajskem, ker v bistvu vlada ni dovolila tega. Pač tudi fitnessa ni bilo nekaj. Pa sem prišel v 2018, stari to. To je milijonski posel, to je cvetel. Fitnessi so se odpirali, dobro, tam je res skupna moč, ne. Ampak to so se fitnessi odpirali na 40. štuku, recimo, ne, uprema noter za 2 milijona evrov, no limits. Olimpijski bazen zraven, masažne sobe zastonj, 2 ringa, recimo, helipad na strehi, basket court na strehi, recimo, ne. 6-7 tisoč aktivnih članov, recimo, fitnessu, ne. En ekstrem fitness je bil, recimo, v Šanghaju, ker sem imel letno karto 5000 evrov, si mogel plačati, pa si imel pa, ko si prvo prednji si plačal, si mogel iti na posvet, da so oni ugotovili, če si ti sploh vreden njihovega fitnessa. Se pravi, 450 evrov na mesec fitness, pa 5 ur na leto. Ampak to je fitness, ko sem prišel stari. Jaz sem pač imel to srečo, da to firmo, ko sem v bistvu zastopil, so prodajali te zadeve na to fitnessu in sem pač bil kot spokesman njihov, pač kdaj kaj imati, kdaj spiti proteine, kdaj spiti aminokisline, kdaj koliko C vitamina vzeti, pač koliko si to recimo dati v svoj dnevni režim, recimo, ne, in sem pač možnost imel videti vse to, ne. Stari, to je drug svet. Kitajci so pred nami 10 let. Pa v bistvu sem bil nazadnje tam leta 2020, tik pred korono sem išel nazadnje tam, sem še tekmovanje imel v enem mestu, Sanja, to je čisto nasproti Vietnama, še na polotoku v bistvu kitajskem. Stari, to je, oni so pred nami, že takrat bili, rekel pa tega 6 let, recimo, ne. Ja, ko je kupna moč, pa ko se trend obrne, ne. Bolano. Ja. Tudi Kitajci, recimo njihova genetika, si upam reči, da je najboljša. Si vedno ti splošno znajo, črnci imajo najboljšo genetiko, ne. Recimo, ne. Zakaj pa imajo Kitajci? Stari, to, kar sem na Kitajskem videl, fanti v 2 letih so napredovali, so naredili takšne postave, bolano, res, to je, veš kaj, oni so v bistvu bolj, Kitajci, mislimo vsi, da so majhni, ne, Kitajci niso majhni, ne, majhni so Tajci, ne, pa ostali, recimo, Azijci, bolj dol, ne. Kitajci so v bistvu toliko visoki, kot mi, pač celo višji, recimo, ne. So tudi nižji, kot pa nas tudi, recimo, ne, ampak oni imajo, ne vem, njihov način življenja, oni zelo malo jejo ogljikovih hidratov, mislim. Oni imajo ful masno hrano, zelo veliko jejo maščobe, tisti, kar imajo ogljikovih hidratov, tisti riž, recimo, v bistvu, ko je dobesedno, bom rekel, ni ta pacast ogljikovih hidratov kot pri nas, recimo, ne. In oni, ko obrnejo prehrano, ko začnejo trenirati, jaz ne vem, kaj se njihovem telesu zgodi, ampak to je v bistvu volumen mišice, to je noro. To, v bistvu vsi so imeli bedre, spodnji del telesa, stari, jaz to nisem mogel verjeti. Ko naši profesionalni builderi, recimo, so bili oni amaterji, s tistim bedrim debelim, oske pasove vsi, sklepe čist oske, volumen mišic pa je normalno napihen, prav napihene mišice, recimo, ne. A veš, pa recimo 2018 to, takrat v bistvu, bom rekel, sem 100%, oni niso imeli steroidov, niso imeli teh pomagali, recimo, ker še tega ni bilo tam, a veš, ker še ni bilo toliko porasto, ne. To je bilo nenormalno, stari. Njihov najboljši bodybuilder je eno glavo skoraj večji od mene, pa 20 kg ima več, kot je 30 kg več od mene. Prav žival, prav res nenormalno. In tudi njihovi, ti bodybuilderi, ko so, ampak je v bistvu vlada jih ne pusti ven, oni ne morejo kar hoditi ven, tekmovati v Ameriko, kjerkoli, ne. In jaz sem bil impresioniran, to v bistvu. Plus tega, da to v bistvu njihovo znanje samega movinga telesa, pa vsega, recimo, so oni svet pred nami. Oni imajo ta tai chi, recimo, tudi v šoli, recimo, se učijo že kot telesna vzgoja njihova, recimo, ne, je ful teh razteznih, ful tega, ne. Še en fun fact, recimo, moje dognanje, ne vem, če je res, ampak recimo, ne vem, oni imajo WC čučovce. Se pravi, oni, ko gre na WC, bom rekel na blato, oni ne sedijo na školjki kot mi, ampak v bistvu so v počepu. In oni v bistvu to amplitudo mišic, te giba, recimo, oni vsak dan grejo čepet, dobesedno. In jaz mislim, da pač
s tem njihovim mišicam, v bistvu, ko so tukaj raztegnjene, bom rekel, tudi lahko ful dober volumen naredijo. In oni, ko začnejo noge trenirati stari, njih noge eksplodirajo noge. To so volumen bed, recimo, nenormalno smešen. Zdaj mogoče se to komu smešno zdi, recimo, ne? Ampak jaz nisem mogel verjeti, ker ko ste šel na WC, pa njih stari, mene kar zagrabil, jaz sem skakal po eni nogi, posral se, da bi se nas dobiš. Stari, koliko ste lahko počepal skozi, veš. In pol gledam, ne vem, prijem fitness, to so oni začetniki, vsi imeli po 100 kg počepa, recimo, se pravi na palico, 100 kg, bum, počep, kot da nič ni gor, stari, a veš. In tu mislim, da ne vem, to je neko moje dognanje, neko laično dognanje. So tudi genetsko se prilagodili. Da ne bom zdaj strokovne izraze uporabljal, pa se pametnega dela pač povem po domač tako je, ne. A veš, dobesedno, ne. In bi to počepal, recimo vsak dan, bom rekel, v mojem primeru, grem 4-krat na WC, recimo, ne, pa 3-krat, ne. Pri nas smo malo dlje cajtah zaradi tega, ker še greš telefon ne s sabo, ne. Recimo, ja, itak sediš pol tam nota, veš, kaj mislim, ne, stari, jaz sem komi navado, vidite, WC ni, jaz sem komi prav iskos, no WC, imate kje, po hotelih, ko smo hodili, se neko prav iskos, ne vem, v Western Hotel, kao, ne, da imajo nam prilagojena, veš, kaj mislim, ne. Ker noro, ja, fitness, tudi v bistvu fitness, cel fitness recimo je bil brez prahca nikjer, to vse novo, to vse high class, high standard, vse. Priješ pa na WC, pa vsi kadijo na WC, stari. Pravno priješ oddihat, ne moreš, stari. Vse umazan, moker, vsi nogi hodijo okoli, noro, pa vsi kadijo, Kitajci, pravno. Smo še na WC, mi žal, na WC. Garderobe fitness, tako na strani način, vsi kadijo garderobe. Noro, ful tak je drug svet. Ampak so pa v bistvu njihova telesa res nenormalno, nisem mogel verjetno. Se pravi, tisti recimo 2016 do 2018 človeka nisem spoznal, ne. Prav šel se sliko gledati, se rekel, fuck, le stari, kot se naredi sebe. Koliko ti je uspel? Trening, klasičen trening. Ena velika mišična skupina na dan, pa ena mala, tisti najbolj običen, kar je možno, veš, ponedeljek zize, torek hrbet, veš, tisti najbolj običen, stari. Noro. Nisem mogel verjeti. Pol let 2020, to sem pa živel, da imajo v bistvu določene zadeve, si pomagala, da že imajo, ne, določene, bom rekel, prepovedane substance, ker tam niso prepovedane, ne? Tam lahko vse kupiš, kaj češ, ne? So bili pa v bistvu, bom rekel, bi postavil sam vrh bodybuildinga, no. Nenormalno. Pa to z dokratnem času, recimo, ne. Tle pri nas imamo ti builderji, ko so po 10 let, recimo, ne vem, tam 2-3 letih stari, nenormalno. Ja, zgleda imajo potencial, ne? Potencial, genetika, to je spet tisto, v bistvu, ne vem. Zanimivo, ne? V bistvu vsi si Azijce predstavljamo male takne suhe. Žgoljeve, ja. Ja, takne. Ma kje je, stari, ne? Tudi športniki, recimo, ne vem, kaj sem gledal za en šport, basketaši njihovi, ful visoki, res noro visoki. Kako sem tam bil, v bistvu, ko so igrali, noro. Kako si pa v bistvu, glede na to, da si s fitnessom začel, ne? Kdaj pač si odprl svoj lasten fitness, ne? Kako si pa do tega prišel, v bistvu, kako to, da si se za to odločil, no? Pa čez kakve ovire si vse šel, ne? Ker to je mogel biti kar fest veliko izziv. Treniral sem na enem lokalnem fitnessu, v Celju, pa sem imel v bistvu, bom rekel, stranke, spet v bistvu, bom rekel, spet enih takih v bistvu, ko ne bi nikoli rekel, da imajo to pod palcem, no. Ful fajn ljudje, res noro, pizda. Hvala, vesolje za to, no. Spoznal pač človek je imel pretežek, je bil imel nekaj 150 kg, res. Smo hodili, vodila se v bistvu, da ne bom zdaj pomenoval, pač od kje sta hodila, da ne bom zdaj kilka spet pomenoval, pač vozila se, bom rekel, skoraj 40 minut vsak dan na trening. Z enim njegovim prijateljem, ko je v bistvu desna roka pri njemu v firmi in mi treniramo, stari, on me reče, fak, v našem kraju nimamo fitnessa, ne. V našem kraju nimamo fitnessa, dej ti bi lahko pri nami fitness, tako stari, kje, imam SP, a veš, jaz ne vem, kredita se nekaj srabim, saj, ne vem, 100 €, začetek nekje, prosto najte, veš kaj mislim, da ne kupim mašine, dam, ne. Prav pa to ima res želja, da bi svoj fitness imel, ne. Na kar mi treniramo res človek, shujša 110 kg, takih gibljivih, funkcionalnih, njegov prijatelj tudi shujšal, ne vem, nekaj 80 kg, prej imel 110, 115. V oba življenja se je obrnil res 100%, so še prijatelji po njihovi zram hodili, ful zadovoljni, mi treniramo, se zabavamo, gremo pojesti, veš. On me reče, veš kaj, sem se odločil, ti boš imel fitness, pri nas sem ti prostor radil, ne, kao. Veš, kak prostor, ki je, ne grem, veš, ti si šok, ko? Ne, pridi ti pogledat, res grem, jaz se peljem tja pogledam, res tam rada prostor, vrhunski, nekaj 750-800 kvadratov je bilo, v enem stari trgovini, bivši stari Jagrovi trgovini. Tak je, rekel, stari, jaz ne moram to financirati, ko je rekel, ne, moja firma ti bo dala kredit, mi ti bomo mašine kupili, pa bomo pogodbo stavili, pa na mest banki boš nam vračal, ne. Pa sem prišel tisto, stari, čakaj, pa delaš ti, veš.
kak kredit, kakva firma, kva. Ja, mi imamo ful dobro firmo, ful dobro delamo, si lahko to privoščimo, evo, bum. Pa sem bil v bistvu, bom rekel, Face pomagal, pač brez njih ne bi tako mogli še narediti, ne. Tako da v bistvu jaz sem rekel, ne vem, kaj je bilo kar nekaj narediti, tudi mesečni obrok je bil hud, leasinga recimo, tako da je bilo, ampak sta bila ful prijazna, ful vrejo, tako da v bistvu po pol leta sem rekel, stari, jaz sem ti plačal 3 leasinga, do zdaj 3 si dolžen, jaz bom ti plačal, to sam jaz ne morem, to, ne vem, spravim, da se posel postavlja, veš. Ne morem, pač mora to zalafati, veš, nov fitness v njihovem kraju, veš, se veš, pa še v bistvu kraj, bom rekel, malo dosti izven Celja, ne, tudi ljudje niso imeli te mentalitete fitnessa, ne, a veš, ko boš... Kje pa je bilo to? V Rogaški Slatini. Aha. Ko boš hodil v fitness, če imaš del doma, ne, a veš. Tako da v bistvu pol nekje bom rekel, pa sta mi rekla, ne, ni problema, če ne boš plačal 5 leti, boš pa po 6 ali pa 7. Ni problema, bomo en aneks pogodbi dali, bomo zitali, veš. Pol vmes se je zgodilo, recimo, bilo premalo teži, so mi kar kupili teži, sem pol hotel tisti plačati, se rekli, naša firma bo imela pri tebi za to fitness. Pa smo skompenzirali za težmi, recimo, ne. Se kot ene serije, se kot tudi me splačati, a veš. Ne, tako da v bistvu brez njih jaz ne bi mogel nikoli. Ne bi mogel nikoli, tako da pol se, bom rekel, 3 leto je posel zalafil, so bili računi plačani, je res, da 3 leta sem v bistvu se vozil z avtom za 100 €. Kljub temu, da sem bil v Višku, hodil okoli tekmovati, imel zelo dobrega sponzorja, tista plača sponzorstva me je reševala, da sem plačeval stroške, da sem splavil. Ampak se pravim, ko vozil sem z avtom za 100 €, nisem imel za burek, no, dobesedno. Ko sem hodil po svetu, so to se sponzorji plačevali, ne. A veš, pa ko bi mogel dan še ostati, pa to recimo si nisem mogel privoščiti, da bi stal še s kakim friendom, pa kaj posnel recimo, pa kaj naredil na reklami, ne, ampak sem mogel domov nažalost iti, ne. Ampak se pol to hitro obrne, no. Se pol, bom rekel, zadnje 2 leta je bilo pa, sem si pa kar privoščil, no. Sem bil pa recimo tekmo v Miamiju, pa sem stal še kar 14 dni v Miami, recimo, ne. Pa sem tam pač najdel en job, fitnessu, malo osebno trenerstvo, tam recimo imaš na uro kar 300-400 €, recimo, ne. Sem 2 ure delal, recimo, pa sem jo plačan, sem si naredil, ne. Pa sem pa še Miami videl, pa New York, pa pol Amerike prehodil, recimo, ne. Bom rekel, s tem bodybuildingom mi je kar dosti ratal, zdaj ratal tako, da sem videl dosti sveta, da sem doživel dosti stvari, recimo, kot drugače ne bi, sem ful hvaležen za to. Če bi se znal pa malo bolj obrniti, bom rekel, določeni frendi iz tujine, pa imel kakega menedžerja, ki se ga nažalost nisem mogel privoščiti, bi pa mogoče danes, ne imel finančnih problemov, oziroma problemov, pač dosti lažje je bilo življenje, ne, a veš. Ampak se učimo vse, ne, pač. Mislim, se pač to je bila tvoja pot, ne? To je bila moja pot, ko sem se zelo hvaležen, kaj vse sem doživel na tej moji poti, res. Od Svetih gor na Kitajskem, do menihov, do, ne vem, cele Evrope, recimo, sem prehodil, kjer sem tekmoval, hodil po sejmih, ful dobro, recimo, res hvaležen za to, kar sem doživel, ne. A veš, pa pride čas, ko se moraš, ta korona, recimo, je bila tista, pol, bom rekel, presekala vse skupaj, smo bili doma, sem v bistvu dobil otroke, pa se pa ostalo vse skupaj. Tudi, bom rekel, po koroni, recimo, ne vem, so pogodbe vse šle v noč, enostavno ni bilo denarja, vsi so utrpeli težke posledice, tudi te, recimo, bom rekel, firme z športnim prehrano, dodatki so v bistvu šle, dosti jih zaprli, dosti je šlo, recimo, ne. Ta dotična firma, recimo, ne, so pač rekli, da ne more in se mogli dati se ambasadorje stran, ne. Ampak v bistvu korona je bila tista, ki je največja. Potroc. Ja, dobro, ja. Mislim se, če bi bili sponzorji, bi verjetno oboje še zmerom handlo, ne, verjetno bi si malo prilagodil, ne. Verjetno bi se odločil za familijo. Ali pa najdel neko sedno pot, recimo, da sem... Ja. Ampak zelo je težko, če imaš dvojčke. Pa sama smo razpunca, ni bilo neke pomoči hude, ne, staršev. Moji so že malo starejši, njeni niso iz Celja, tako da tu pa tam smo že kako pomoč dobili, ampak zelo malo. Nekje, naredil sem si zajtrk, hotel neko dieto držati, v 7 sem se zbudil, si naredil jajčke, pojedel si ob 10, ne. 11, če bi ratal mrzle, a veš, kje boš pol držal, ne. A veš, fitness tudi ni šlo vsak dan, ne. Kako si pa ta podjetniški mindset opeljal noter v fitness, ne? Ker pa v bistvu si imel, iz Rogaške si imel še kje drugje, kako se ti je v bistvu pol ta pot zapeljala? V bistvu v Rogaški Slatini sem imel fitness, pol je pa tam v bistvu, zanimiva zgodba. Bil sem v podnajemu, in ta lastnik te stavbe ni plačeval nekih davkov, imel je neki problem s kocko, vse je zaigral in pol v bistvu bila blokada gor, tudi pol najemnine nisem mogel plačevati, sem mogel na črno nositi, dobesedno na črno pač. Na roke pa sem opisal tiste blagajniške prejemke, ne, ker mu nisem mogel dati na tekoči račun. Pol je prišel do neke meje, da v bistvu zgornji štuk, pa če sem imel pritličil fitness, začel strop se dol lomiti, ker elektriko so odkopili, pa pol
da smo komi za elektriko dobili, da so minute, da poslujemo, en kup nepravilnosti je bilo, on ni dal v bistvu evro v prostor je pa fez razpadel. Ne. In pa se neko zdaj se skup dal zaprem, ali pa še naprej v bistvu z glavo čez steno tišim, pa ne vem. In sem pol čisto pobute, sem nadal prostor v Celju, za enega dobrega prijatelja, pa sem se v Celju, pa sem tam v bistvu zaključil zgodbo, pa sem po Celju spet jovo na novo. Vsem je že malo tečajne, ker dosti strank iz Celja se vozilo drugačko, v fitness, ne. Že tečajen, tako v Celju je kar hitro zlaufal, rekel. 2 leta, drugo leto recimo, ne vem, sem prišel tisto pozitivno nulo. No. Je bilo pa tako, da v bistvu v Celju, tle je bila pa v bistvu v prvem štuku od lastnika firma, ful uspešna, ki je pa celo firmo prodal enim nemškim globalistom, enim fest močnim, ko so kupili celo firmo njegovo, otečeno, plus celo bajto, pa še bajto zraven. In jaz sem imel pogodbo za 5 let in oni so prišli v bistvu 4 leta, pa je to bilo, so oni prišli, da ne bo imeli podnebnikov. In sem dobesedno čez noč ostal na cesti. Naredil sem slugo temu prijatelju, ker sem bil njemu pod najemu, daj prosim, 5 ven, on je to prodal za bajno sote, da njemu pa njegovim otrocem ni treba več delati, jaz sem pa v bistvu malo, bom rekel, malo sem me posral, no, dobesedno. Veš, spet je pol tu recimo, ne vem, zaupanje, prijateljstvo, ne, ti si dober človek, misliš, kako boš želel, ne, sem ostal na cesti dobesedno. Mi je prvi mesec pomagal iskati prostor, da bi kupil prostor, ki mi ga dal najem, pod istim pokojem, ko sem ga tam imel, recimo, pa nisem skupaj že sceno, prostorov ni bilo za dobiti, jaz sem utrpel, bom rekel, veliko finančno krizo sem utrpel, takrat v bistvu vse, kar se mi na špara ne šlo, spet otroc doma, ženska doma, nekaj se trudil, da oni v bistvu ne občutijo krize, ne, a veš, dobil sem kredit, sem hišo kupil tle v Pirešici, ne, a veš, mesečni obrok, nenormalno, ne, kredita, jaz sem brezposlen, ne. 7 mesecev v bistvu sem iskal, mislim, po 7 mesec našel prostor, ampak prostor ni bilo, tako da sem v bistvu z mestno občino Žalec najdel prostor, kjer sem mogel spet vse z nule urediti sam noter. Šlo je ogromno količino denarja, da sem v bistvu to postavil, kar je, pa še to ni to, recimo, ne, mi je zmanjkalo. Ampak smo nekako pregurali, no, bom rekel, teh 7 mesecev je bilo fejst bogih, no. Vse, kar sem imel našparan, kar sem imel štumfu, kar sem se želel šparal, v bistvu, še avto sem prodal, ker sem imel, bom rekel, svoj sanski avto takrat, ne, ni bil Porsche, ni bil, ne vem, nekaj pač tisto, kar sem mojih zmogljivosti, bom rekel, ne, še tistega sem se mogel v bistvu losati, prodati, da smo preželi dobesedno, no. Je bilo fejst, je bilo naporno. Še, bom rekel, zdaj fitness laufa 3. leto, zdaj smo nekje, bom rekel, še nisem se na noge postavil, no. Še ni tisto, da bi vsak mesec nekaj vstal, pa bi rekel, zdaj pa lahko investiram spet v nove naprave, pa karkoli naredim, ne. Bom rekel, pred 4 meseci sem pokril zadnji obrok posojila od prijatelja, ko mi je posodil denar, da sem preživel dobesedno, no. Pa sem pa vsak mesec vračal, kako sem bil zmožen, ne. Odvetništvo je fejst kruto, ne. To je skozi takole, ne. Je. Tako da zdaj sem tle v Žalcu v bistvu zelo bilo težko. Ja. Bom rekel, fitness Žalcu, zdaj, koliko pa ne to zdaj še tem nekaj povem, ne. Bom rekel, upam, mislim, delamo dober, ljudje se vračajo, so zadovoljni, imamo pomanjkljivosti, tako jih imamo, vsako v bistvu, ne, se borimo, ne. Bom rekel, vsake 3 mesece, bom rekel, en korak naprej, no. Vsako sobo posebej od ženskih garderob do moških garderob v bistvu počasi opremljam, ker nimam zdaj ne nekih financ, da bi to zdaj šel to, pa bi rekel, pridite pa naredite, takle hoče imeti, recimo, ne morem se kosati z veliki fitness in dalč tega, ne. Tudi higiena, recimo, se borimo, da skrbimo za higieno, ampak prostor je star dotrajan, a veš, stene so stare dotrajane, to bo tam vsako med zlušči, kakva cel ki pokne, pa je pol cela stena namočena, recimo, pa vse skupaj luči, ne, pa se veš, sam za vse, ne. Ampak se borimo, no, vse ljudje vidijo, da se borim, da se trudimo s fitnessom neko ustvarjati nek nivo, no, da nismo res tisti. Mislim, da na koncu najbolj šteje to, da imaš dober namen, pa da imaš dobro znanje, pa dobro energijo, to je v bistvu... Glede na to, koliko je mladih ljudi v fitnessu, recimo, lahko rečem, da sem, ne bom rekel, da sem rešil Žalca, ampak koliko res vidim v Žalcu, nimajo mladi ljudje nikamor. Nimajo kje početi, recimo, ok, dobro, zdaj lahko fuzbali grejo, lahko grejo malo recimo tam na štange, ampak to ni njihovo, ne. Tako da v fitnessu imam ful mladih ljudi, ko sem rekel, res padli v ta sistem, trenirajo res hard, trenirajo, res se trudijo fanti, ne. Plus, bom rekel, ne vem, srednje leta, pa tudi starejši hodijo, no. Imam tudi najstarejšega člana, mislim, da je 76 let star, recimo, ne.
a veš, dela on trebušne, dela skleca, vse naredi, recimo, ne, trenira, recimo, ne. Imam še en tim v fitnessu, v bistvu trenerjev, ki skrbijo, da se pravilno izvaja vaje, tudi osebno trenerstvo, recimo, ne, individualno, ne. Bom rekel, fitness je poln, računi so plačani, bogat ne bom, se pravi, dosegel sem tisto bistvo, no, da so računi plačani, pa da imam še čas za familijo, no. Helikoptera pač ne bom vozil, ne. Nikoli ne veš, ne? Ja, Nikoli ne dobro, veš, no, ampak Nikoli ne veš. tudi kapaciteta fitnessa, v bistvu bom rekel, da je dosti premalo prostora, no. Dosti premalo prostora imamo v fitnessu, gor sta še 2 nadstropja, še vedno upam, da bi se mogoče kdaj kaj spremenili v občini, recimo, da bi nam dali mogoče še pol zgornjega štuka ali pa celega mogoče, ne. Pa da bi se en športni objekt zgradil, recimo, res tak, da bi res v bistvu še več prinesli občine, recimo, kot že prinašamo, ne. Pa se, ne vem, tudi njihovim klubim, pa vsem ostalim, v bistvu, ki so, ne vem, zainteresirani za to, da bi se ponudil nek deal. Vse, ker recimo, jaz mislim, da občina Žalec je kar precej odprta, no, za tak, no, tak imam občutek, no, da se fejst trudijo, pa delajo za to, da imajo mladi kam zaiti, ne, pa da se lahko nekako gibajo, ne, pa jaz mislim, da tudi v osnovi bo v prihodnje ful tega, ne, ful veliko popraševanje potem. Prisluhnejo pač, ko se kje pokvari, pa to, bom rekel, so fejst ažurni, no. Mislim, da imajo, zelo je težko, znare ni tukaj, bi bilo treba verjetno, ne, ko sklepam, recimo, ne, za te stvari, ne, ker imajo še druge stvari za poštimati, ne, ampak mislim, da se razvija, no, mislim, da se razvija, tudi poslušajo, recimo, ko imam kak predlog, daj, ne, poslušajo, so odprti za pogovor, recimo, ne, ampak bomo videli. Mislim, da če dobro delamo naprej, pa če oni vidijo, recimo, da smo za ljudi tukaj, ne za sebe, ne, da bi se še marsikaj dali, ne. Sploh. Žalec je tako mlado mesto, no, tako se mi zdi. Ja, me se ful je mladih ljudi. Ful je mladih ljudi želji, da se nekaj dogaja, ne. Ja. Ta fontana se mi zdi, da je ful veliko pripomogla, no, tak. Mislim, da, čeprav nisem veliko ljubitelj tega alkohola, pa tega, nekaj se upada, ampak če pa greš na pirček, ne, pet pa na kvalitetni pirček, ne, pa to si moraš prvošt, ne, vsak dan, recimo, ne, ampak. To je tisto, kar si rekel, da je ta mil, ne, ko je. Ja, ne, moraš, ne, veš. In ne, mislim, se dogaja, dosta stvari se dogaja, tudi, ne vem, na črti, ko jih berem, ko vidim, kaj se dogaja. Ja, fajn, prej sem v bistvu res navaden Celja, ne, ker sem pač Celjan cel življenje. Bom rekel, da se mi zdi, da v Žalcu se, bom rekel, ne, da se veliko več dogaja. Oziroma, preko sem bil Celja, sem že dogajal, no, zdaj opažam, da se Celja razvija, ne, ampak se tudi Žalc razvija, no. Tako da sem, bom rekel, da sem ponosen Žalčan. Ja, Celje je v bistvu sam po sebi, je to pravlično deželo, pa zatem Celeja. Večji so, ne. Ampak dober projekt so naredili, no, tisto pravlično dežela, pa ta del, mislim, za decembra, mislim, to je noro, koliko štiri. Čeprav, veš, kaj ti vem, doskrat sem bil tle v Žalcu, zdaj sta malimi, pač, pa smo šli na drsališče, tle, ko je bilo to malo drsališče, pa to ogromno ljudi bilo zunih, družili smo se, tudi ni bilo tako napačno. Je pravič, dežela je večja, veš, kaj mislim, se vidi, ne, ampak za tole hite, recimo, malo pokompenzirati, še stedne, recimo, ne, je bilo pa tole v Žalcu tudi zelo, zelo fajn, ne. A veš, pa kar sem da pade v Žalcu, recimo, greš dol do jezera, recimo, ne, a veš, Savinja je blizu, ne, vrhunska peš pot, recimo, ne, sploh za otroke, ne. Tako da jaz mislim, da v Žalcu nič kaj veliko ne manjka, no. No, mislim, mene Žalc mi je kar super, no. Se bo pa še, to, ko vidim, da se razvija, se bo pa še razvijal pravo smer, 100%, ne. Tako da jaz upam, da najboljš, ne, upam, da bomo še bolj dobro delali, ko delamo, da bo ljudje še bolj zadovoljni, mi pa vsekakor pripomogli k temu, da bo, ne vem, še bolj kvalitetno. Ja, borba ti treba, ne. Ja. Tako da, hvala ti, no, za tvoj čas, pa za energijo, no, pa za vse tole, kar si ustvaril do zdaj, pa kakršno pot si imel, no. To se mi zdi, da imaš tako zelo pestro. Jaz mislim, da te izkušnje največ te življenja, to te najbolj po konc drži, ne. Ja, veš, kar res je, da v bistvu mesec že malo zgubo, ne, a veš, ker bom rekel, spet tam tak fun fact v življenju, recimo, ne vem, ko sem bil v tistem primu, ko se vse skupaj začel, ne, sem rekel, zdaj pa tak, imam pa cilj, ne, v naslednjih 3 letih hoče imeti športno avto, hoče imeti svojo hišo, hoče imeti familijo, pa kaj sem še imel, še nekaj, ne vem kva, kaj sem še imel, neko bedno stvar, ko bi rekel, PlayStation 5, stari v enem letu sem se naredil. V enem letu sem se naredil, ampak res sem delal, do tega večer, res sem se gnal, res sem dal vse od sebe, ampak tisti mindset, da stopiš, ko nekaj imaš v glavi, pa se zjutraj zbudiš s tistim mindsetom, da je to dosegljivo, da je to zmožno, veš. In kaj se je pa zgodilo, v bistvu, pa sem to dosegel, sem se pa zgubil, stari. Pa sem pa v coni obdobja obstal, a veš, tiste mehurčko in tisti mehurček pa me, bom rekel, pa drag stalno, mislim.
sem mogel padeti spet na podne, recimo, da zdaj spet na pravi poti v bistvu, da se spet trudim. Ne. V bistvu to že tako se mi zdi, da imaš zmerom ta pot, ne, se mi zdi, da je ful bolj pomembna, da ni nikoli končnega cilja, ne. Ja, Ampak da samo hodiš po poti, pa uživaš, no. Pa ustvarjaš, pa probaš narediti čim boljše okolje zase, pa za vse ostale okrog sebe, a ne. Pa da imaš nek cilj sicer na koncu, ne, ampak da je ful bolj širok, ne pa toliko ozek, ne, ker običajno pravijo, da ko prideš do tiste točke, a ne, moraš si najti nov cilj, ne. In zato si doskrat postavljamo take visoke cilje, ne, da so nedosegljivi, ne. V tej fitness industriji sem pa kamorkoli sem prišel, tepe res radar, tepe res, tepe ful uspel, ne. Veš, jaz to razmišljam, kaj meni uspel, če moraš kaj na šit hoditi, pa še kar delati kot črn, veš, kaj mislim, ne. Še kar se moram boriti, pa računati, pa še ampak ja, sem je uspel, ne. Veš, bil sem, ne vem, po revijah, po videospotih, po ne vem, kje vse, ampak se kaj za kaj uspel, ne. Ampak pol ti veš, prav ono, ti vse sem naredil, vse laufa, fitness sam laufa, vse ne rabim da več, veš, kaj mislim, ono tete, ne. Pa te pa kruta realno sreča, ne, da moraš v bistvu skozi biti aktiven, ne. Skozi biti aktiven in en tisto obdobje sem res živel, ko kralj, dobesedno, res. V bistvu, ker to je v bistvu skup letel, ne vem, to so sponzorji leteli, denar je skup leto, ni bilo problema za nič, res noro. Ampak pol se, bom rekel, ker prav res poleniš, ne. In tako bi mogel nekaj ustvarjati, v bistvu sem poživel, kar mi sicer ni žal. Sem pa dvakrat poživel, ne. No. On pa zdaj spet ustvarjal, kako sem rekel. Tako da ja. To. Z veseljem sem delil tole z vami, kakorkoli, ne. Hvala tebi res. Nič posebnega bom rekel, ne. Še vedno sem v tej dobi, fazi rasti, ne. Jaz mislim, jaz osebno te gledam, da ni nikoli konca. Ne, ni. Dokler imaš energijo vsep noter, pa dokler jo lahko deliš okrog, ne. Ja. Jaz mislim, da sem te izkušnje pa doživetja, ki jih doživiš na tej poti, to ima največjo vrednost, ne. Ja. In to si pol tudi najbolj zapolniš kasneje. Ja, čeprav tako, da vedno spomnimo se po njih slabih stvari, one pozabimo pa nekako pozabimo one lepe, vesele, ne. Ja. Ampak se pravi, mogoče celo bolj se slabih spomnim, da veš, kje si napako naredil, ne, da ne spet, ne. Ja, če živiš pa spet letiš nad oblaki in pa samo dobre stvari razmišljaš, ne, hitro padeš, ne. Da, ja. Meni je bil super pogovor tole. Enako, hvala. Jaz mislim, Hvala da je za tudi povabilo. vsebinsko malenkost.